Meni je mami, ne vem, je imela neko idejo, da bi jaz mogla biti, se pravi, ful pametna uličnakinja, pa drobna punčka, ki se bi v roza oblačila, da bi bila pač perfektna, ne? In mi je direkt rekla, da sem debela in ne neham jesti. In sem je čestitala in jaz sem sam planila v jog, ker sem pač nekako čudila, kaj se meni dogaja in kaj se tudi njej dogaja, in to se pač ponavlja, ne? Da sem njo klicala čez na koncu svojo mami, ne? V službo in v joku, mami, jaz ne morem več, jaz ne morem biti več z njej, možko, da sem ji dolžna se upravičiti, da res ne morem več. Ne? Tak občutek sem imela na koncu. Te lahko nekaj vprašam, pa sko, ja, tako, a imaš ti kdaj občutek, da si tako boljša od vseh? Pa so ne, mislim, in on tako, ja, jaz pa imam, jaz pa vem, da sem. To, mislim, psihopati, ljudje, ki so narcisistični, se verjetno tega ne zavedajo, ne? In oni pač mislijo, da so perfektni in da so vsi drugi dansko taki. Pa tudi da imam občutek pri sebi, da sem živela tako že 15 življenj. Toliko različnih nekak družb in ljudi in kje sem živela in selitve. Čas imam občutek, da je 15 alenk, res. Hello, prijem te spustim v današnjo epizodo. Vse želim zahvaliti tebi, ker me podpiraš in pa svojima 2 glavnima sponzorjema, Swai in MyProtein. Tukaj zgoraj imate Swai kodico, ki vam prinese 10%, spodaj pa imate kodico od MyProtein. To je to, hvala še enkrat in uživaj v današnji epizodi. Hodila sem te vprašati za križarjenje. Ja, kak je bilo? Bolano. Smo tak, zakaj me niste hoteli? Kaj vam ni všeč? Da povem backstory. Alenka mi je pisala... A se je že podcast teče? Snema se, vedno se naredi pač neki uvod. Ja. Alenka meni piše za križarjenje, ne? Če bi šla jaz z njo, ne, da je dobila ponudbo za 2, jaz taki, ja, mi 2 obede tako, no, jaz tisto full happy, da sem te najela, da pač nem sama. Prvo, da ne šla iti sama, veš pa, da pač pokoristiš. In pol tak, me niso hoteli, ker nisem dovolj lifestyle. Kdo je lifestyle, če ne jaz? Ne, to se strinjam, da si ti absolutna športnica na Instagramu. To sem ga jaz razumela, no, ampak še zmeraj sem bila žalostna, ker ni šlo čez. Jaz sem se že ful veselila, da bo šla, ja. Je bilo ful dobra izkušnja, to pač moraš presle enkrat iti in probat. Mečkaj se pozanimi, da ne šla na upokojensko križarjenje, da je šlo mogoče za mlade ali pa da je saj približno solidno za mlade. Jaz sem bila pa ves ta čas drugače pljučenco, tako da sem trpela, sem si lagala, da nimam pljučence, ampak je bilo tudi težko. In kaj si imela vročino, pa slabo se počutila pa vse? Po mojem, pač kašljala sem kot žival, pa nisem upala nisem temperature merila, nisem upala razmišljati sploh o tem, ker imaš feeling, da nekaj zelo narobe delaš. Fotor mi je poslal en izvid, ko sem dobila, ko sem šla prej že na preglede in ne bi bil bronhitis in sem dobila izvid, da je verjetno pljučenca in pa itak sem imela še te neke psihične, tako ful so me prsa bolela, ful sem se sekirala, ker pa imaš lahko posledice na srcu. Jaz krvno, ne, ful je dobro, križarjenje, Malta, sonce, da bez Barcelona, ampak sem imela kar velik stresa takrat. Tak, Alenka na Instagramu, vse super, sonček. Ne moreš ko 45,000 ljudem reči, da umiraš tam zdravstveno. Pa še šef verjetno ni vedel, kdaj je poklical zraven šef agencije. Vse on ni Slovenec, ne? Ne Hrvat, ampak ja. Ne, sploh ne, Črnogorc. No, pol ne bi razumel. Pol bi ti lahko bila odprta knjiga do sledilcev in povedala realnost, ne? Ne, bi razumel, ker je v Sloveniji živel nekaj časa. Ja, da gleda za božje rdeči tisk. Alenka Trogrlič, sem prav izgovorila? Rumeni tisk, sem prav izgovorila? Trogrlič, bravo. Jaz sem skozi pogovorila Troglič. Vsi so. Trogrlič, ok. No, evo, zdaj smo povedali, to je ime pa primek pravilno, ki ga jaz vedno slišim narobe. Ja. Vedno, ko slišim tvoje ime pa primek, ga slišim narobe, se mi zdi. Tudi dobivam na kuvertah narobe napisan, ljudje mi pišejo na Instagramu tako, ti veš, da imaš primek narobe napisan. Da imaš ti napisan ja. Primek narobe. Tako so prepričani, da sem Troglič. Da mi pišejo, skam narobe napisan. Kak se bi predstavila sama? Kdo je Alenka Trogrlič? Danes sem se v avtu tako vozila proti krožen, moj tako, ta vprašanje pride. Kaj naj danes povem? Vsakič znova mi je full awkward. Ja, mislim, poleg tega, da je moj job tak poseben social media, influencerka, pa youtuberka, scary youtuberka, tiktokerka, to je neke vrste bolj job, ja, ampak mislim, da sem trenutno bolj oseba, ki se spiritualno ful išče in prebuja in istočasno se jaz probam ful kvalitetno prebuditi tudi v biznisu, zadnji let predvsem in v manifestaciji in takih stvarih in ja, vse to je en tak paketek, spentlo, tako pisano in to je Alenka.
Začela si pred 7 leti že z YouTubeom, se videla ali pa še prej si brisala kaj? Ja, en kanal, v katerem ne bomo govorili. Ti si zelo ful awkward. In zakaj si ga zbrisala? Ker je bil tako awkward, ker nočem, da ga kdo vidi. Ne vem, se ti spomniš, verjetno si premlada, da bi se spomnila časov, ko je bil recimo Cinnamon Challenge. Ko si pojedel žlico cimeta, pa si se zadušil? Ja, no, to sem jaz takrat snemala. Ali pa da smo šli s kolegico ful pijane v maškare. To je bila takrat super ideja meni, da sem jaz posnela in objavila in pričakvala, da bom slavna svetovna youtuberka, ker sem še angleško takrat poskušala govoriti. Tisti je zbrisan. Tako da, ja, ta kanal Alenka Trogolič je pa poj obstal od 7 let do zdaj, ja. Zdaj imaš že gor preko 400 videov, še vedno objavljaš na ZS? Ja, še sama ne veš, to sem šla da zgledati. Mislim, da imaš 403 videe gor. Ja, svaka čas, kako to lepo si vse pogledala. Sem šla pogledat. Veš, da ne morem zdaj priti pa reči, ja, Alenka pač objavila na YouTubeu, ko je ne se ne. Ti si bila po moja tako ena izmed prvih, ko sem jaz začela gledati, ker gledala sem tebe, pa Vaneso. To še. Njo. In takrat se spomnim, njeni videi so mi bili sicer iz vidika true crime, ker jaz sem takrat imela rada, da so ful daljši, ko si še imela ti res tiste ful kratke in sem vedno pač pogledala od obedih, ampak jaz se spomnim, jaz sem začela YouTube, ko sem poslušala, ne vem, Sanjo Grohar, Ko sneži, ko sem bila stara 12, pa sem se jokala zraven, ker sem bila full emotional, ne vem zakaj. Ne vem odkot, ne vem za kom, I don't know. V redu je, že lahko si bila. In potem sem začela gledati YouTube dansko to. Torej, true crime, to me je vedno zanimalo. Iz Ko sneži si šla na true crime? Ne, ja, to se je počasi, največ glasba, ne, pa ne vem, Justin Bieber, ono tisto, pol pa sem začela true crime, ko smo tako, ok, YouTube ni samo glasba, ne. Tako da, kdaj si se ti odločila, da boš vse mislim, da so že prvi videi bili nekaj na to temo, poleg nekih pač random videov, kako moški vejo, da so seksi. Ja. Ful dobro je bilo takrat vedno začeti video, pa še zdaj se mi zdi začeti v smislu 5 stvari, kako veš da, ali pa 6 stvari, kako preprečiš da. A veš, neki, da vejo, koliko številk bo, koliko bojo nekih novih znanj dobili po številkah. In sem tudi naredila video 5 krajev v Sloveniji, kjer straši. Kaj je svem bil takrat, neki gradovi in dvorci in ne vem. Ker že veš, da Slovenci bojo te kraje prepoznali in jih bo zanimali in bojo kliknali in ko bojo videli njihov kraj vmes, jih bo to ful potegnila, veš. Plus, tudi takrat sem ugotovila, da Slovence ful zanimajo videi v Sloveniji. Tudi če recimo en tujec prišel v Slovenijo, tako kot je zdaj ta Amerikanac itd. Kako me je just? Justin Reid, nekaj tacka. Zanj je bil na konferenciji govoril ful dober govorc, ful sposoben tip. Kaj govoril v angleščini? V angleščini. Okay. Res dober govorc. Edino od vseh na konferenciji od govorcev, nekih 15 je bilo, da me je res potegnil. Tako amazing tip, res businessman, res top. Pa koliko je 24. Ok, zdaj sem šla čisto sisteme. In vsaki čak je nek video o Slovencih, o slovenščini, slovenskih, bilo kaj Slovenci radi gledajo. In ko sem takrat tisti video naredila 5 krajev v Sloveniji, kjer straši, so vsi to gledali, tako res ful ogledal je dobo in meni klenknil, da je to nekaj, kar lahko združim, se pravi scary stvari pri nas ali pa kjerkoli druge, v glavnem to pali, noben drug tega ne dela in sem šla pač v to rdečo nit, ker itak je pa istočasno mene ful zanimalo to. Ker sem bila od nekdaj tisto otrok, ki je pač vile iskal, pa kače po tleh, pa čudežne stvari, pa prepričana sem bila, da znam čarati, pa da telekinezo obladam. Še zdaj verjamem, da enkrat se v ta dar v meni zbudil. Pa veš. Me je to zanimivo, I love it. Kaj si bila taki otrok, prej se vrnemo na YouTube. Se spomniš takega momenta svojega otroštva? Ja, absolutno. Kakšnega hočeš? Ko se ti je zgodilo kaj takega, ko si res zapomniš? Ali je bilo to nekaj tak, ne vem, nadnaravnega? Nadnaravnega. Jaz, po mojem, imam eno tako mini blokado do nadnaravnih stvari, ker tudi, če bi se mi kaj zgodilo, bi si hotela logično razložiti, ker če bi jaz nekaj spoznala za nadnaravno, bi bilo mene ful preveč pa je strah. Ful preveč strah. Jaz ne bi spala po 3 leta najbrž, ali pa vsaj ne v tisti sobi, v kateri bi se mi kaj scary zgodilo, tako da boljše, da ne. Čeprav znam občutek, da sem to vse že tokrat razlagala iste zgodbe, lih takole na podcastih, veš, pa nočem se ponavljati. Čeprav recimo enkrat sem gledala Krog 2, takrat, ko je to vam prišlo, sem bila jaz mogoče malo čez 10, ful sem bila še mlada takrat. In je en del te grozljivke, a si gledala? Ok,
ena Samara punčka je, ki prepleza iz vodnaka in pojete ful grdo ubije. Okay. Pa prepleza tako iz vodnaka in pa gre čez televizijo in gre proti tebi in te ubije. No, glavno v dvojki noter je ena mami, pa mislim, da njen sin sta v avtu in pojkrat pridejo jeleni do tega avta in z rogovi ta avto čist obtovčajo in je full scary. In jaz sem takrat laufala v gost vsak dan, pač tekla, sem se rekreirala, bi bila ti ponosna name. Ja, in v življenju sem v tem gozdu srečala srne, jelena, bilo kaj. In sem tako sem tekla po tej gozdni poti in tako pred mano pride tako ogromen jelen. A veš, koliko je to reživno, zakaj se ne bojiš, zakaj ne tečeš, tako počasi je prišel, a jelena srnak, tisk ima take rogove, ne? In se tako samo ustav in me gleda. Veš, in jaz z njega nazaj samo in pa je šel lepo tako počasi naprej, nonšalantno, veš, da nič ni. Tako isti dan, ko sem to gledala, recimo, ni lih paranormalno, ampak še zmeri, zakaj si to lih danes zgodilo? Ravno danes, ne, in ti je malo pač scary. what the heck. In ti je malo scary. Recimo. Povej. Ja, nič, recimo, Kaj en pa si spomin. bila, recimo, ko si bila mala, se spomniš tak nekih svojih lastnosti? Si se hitro vklopila v družbo? Ne. Si bila bolj Ojoj. introvertiran otrok? Ne lih introvertiran, sem socially awkward, res awkward. Vedno sem bila tiš čudak. Recimo, zdaj ti prvi del osnovne šole sem se mogoče še precej igrala tako z drugimi otroci vzun, moj sosed je bil en let starejši, pa precej takih nas je bilo, sem bila res slepa skupinca, pa recimo, da je bilo še kratko okej, no. Po moje poj starejško, ker sem bila tako drug del osnovne šole, pa srednja šola se je skozi bolj videla, koliko sem jaz awkward. Mogoče, ker smo imeli majčkeno konzervativno vzgojo doma, tako starši mi niso toliko pustili biti mogoče to, kar sem, ker za njih so bila vsa čustva mogoče malo scary ali pa nepomembna ali pa nepotrebna, kao v bistvu življenja, da se učiš, da imaš dobro službo in da služiš denar, da ne boš reven in bogi in da. Vse ostalo je bilo tako malo zatrto. Če sem se jaz zaljubila v kakšnega fanta ali pa da me je karkoli drugega veselil kot šola, je bilo narobe, a ne? In sem se tudi pač izogibala teh čustev in tega. In pa se spomnim recimo ene situacije v srednji šoli, ko sem hotela biti ful v podporo mojim prijateljcem in je ena se ful sekirala, ker je šla prvič k ginekologu in jaz sem hotela biti ful da se ona ne bi bala in sem rekla, pa kvat ni jasen, da on to gleda cele dneve tam, ali ginekologinja ali ginekolog, to on skozi gleda, kva ga briga. In sem hotela, da se ona ne sekira, veš, in so bile vse punce tako, ko si ti nesramna, ko si grozna in takrat me je to čist pobil, sem videla, koliko je socially ne znam pristopati, veš, ko v bistvu hočeš sam dobro, pa si še vedno kaznovan in pa se me je začelo v glavi malo sestavljati puzle, koliko sem res weird in tako. In to je tudi dolg trajalo. Tako na faksu počasi mi malo ne bo odprl, pa sem se bolj zlila z družbo, ker sem šla živeti preč od doma. In si rekla, da si šla živeti stran, je bilo to. Jaz se danes res opravičujem, ampak moj glas, ko slišite, je malo bogi, bili smo na tekmi, preveč sem kričala, preveč sem navijala. Ko si šla živeti stran od doma, je bilo to zato, ker si šla na faks? Ja. V bistvu prvo leto sem šla jaz živeti v Šentvid s svojemu prvemu dolgoletnemu fantom. To je bilo takrat zame, že res so bila skupaj tako 4 leta pa pol. In sva skupaj v stanovanju živela v Šentvidu, pa sem šla pa šele v študence za nekih 5 let v Rožno dolino, blok 10. Če kdo bil najboljši blok, se strinjamo. Res je bil dober blok. Tam je bilo ful dobro. No, sem se pač jaz sem po moje takrat šele konkretno doživela svoja crazy najstniška leta, ker dokler sem bila doma, pač nisem mogla biti nora najstnica žurat in tako. Pa sem se pa mogoče malo preveč znorela, zdaj se pa spet počasno malo umirjam. In kako se recimo zdaj razumeš starši, glede na to, da so te kot mlado kar omejevali, se verjamem, da pač niso hodili slabo, hodili so dobro, ne, pa da danes se vzgoja čisto drugačna, se o teh stvarih govori, glede na to, da se takrat ni, kako trenutno poteka vaš odnos? Odlično. Jaz sem itak zdaj v tej isti hiši, sem samo v zgornjem nadstropju in ko sem zvedela, da bom šla dam, ko sem šla pač z prejšnjemu fantom na razen in nisem bila več pri njemu in sem vedela, da grem domov, sem bila še ful v stresu, kako bo to šlo, ampak ne moreš verjeti in jaz nisem mogla verjeti, koliko je bilo to nekako gladko, ker sem jaz pridobila tisto razumevanje, da karkoli so že moji starši do mene imeli nek odnos, da so hoteli samo dobro, preprosto niso znali boljš, niso znali drugače. Oni so dejansko mislili, da delajo najboljš, kar lahko pri tej vzgoji. Ni bilo res, ampak
še vedno z nobeno silo in grdim besedami zdaj tega ne bi mogla jim dopovedati in tudi ne mislim, lahko se sam zahvalim za vse. Až tudi zaradi vseh teh čudnih stisk, sem jih takrat imela kot otrok, sem mogla ful neke mehanizme razviti, da sem ratala neka močna oseba, čustveno ful tudi močna, itd. Tako da na nek način sem hvaležna, samo vsega tega tudi nam lih razlagala doma, ker mogoče ne boste lih razumela. Tako da se ful razumemo, ker zdaj vidim v teh njunih dejanjih za nazaj še ljubezen, ne pa nekaj grozljivega. Moram te pohvaliti, nikoli v podcastu po mojem nisem šla še to globoko, za me je tvoj pogled ali vprašanje, ampak pri tebi šlo kar zaplava in jaz skrbla betam. Hvala. Zdaj zardevam samo make-up, če pa se ne vidimo, fasadico. Ti verjamemo. Jaz vedno tako rečem, da ti tudi da govoriš o sebi, to smo tudi ravno pač prej se pogovarjala, ne, in pač poveš toliko, ko se počutiš povedati, ne, mislim, če te bi zdaj spraševala, če bi zdaj začela podcast z, ne vem, tvojim sodelovanjem z Svetu užitka, pa bi se začela spraševati o seksu, ne bi verjetno začela govoriti. Kje je tvoj najljubši dildo? Ja, veš, ne. Kar tudi pride, tako da don't skip just yet, ali pa skip naprej, če vas ne zanimajo čustva. Veš, glej, hvala ti, mi ful pomeni, glej, kar deliš, se zavedam, da spet eni se bolj odprejo, drugi se manj, eni govorijo o nekih stvarih, drugi ne. Zdaj, kako je potem to vplivalo na tvoje ljubezenske zveze? Zdaj rekla si, da si torej imela prvega fanta, ko si šla na faks, že 4 leta. Se pravi, dejansko celo srednjo, ja. Sem prvega, jaz sem bila, danes sem delala en video, kjer sem opisovala eno punco, 14-letno, ki je bila boy crazy. In to sem bila dejansko tudi jaz, skozi zaljubljena, skozi v eni iluziji ptičkov in rožic in koliko je nekdo perfekt in to bo moj mož in pač skozi sem bila nekaj zaljubljena, ne. Zato, ker je bilo to mogoče tudi pri nas tak tabu in prepovedano, da mi je bila še najbolj zanimiva stvar od vsega, ali sem bila itak toliko čustvena, ne vem. Ampak ja, jaz sem imela fante že, mislim, tistega prvega, odkar sem bila, kaj sem, 13, 14, 15, da sva bila zaljubljena, ampak se še ne držiš niti za roke, pa tako. Pa ti z drug je bil pa 4 leta pa pol, ja, pa sva se pa v Ljubljano preselila in tako, ampak tako res očitno zame obupna izbira, ker če se ne počutiš vredenega dobrega človeka, če si vzgojen tudi, ne bom šla v to, mogoče koliko strogo je bilo pri nas doma in koliko sem kdaj kakšno grdo besedo slišala, čeprav sem bila pridna in odličnakinja in vse to, sem se počutila precej nevredno, kako bi rekla, in sem tudi primerno temu zbirala, poj partner je dolga leta, ne, in se pravim tudi tisti dolg odnos, že 4 leta pa je ekstremno toksičen in grozljiv in na koncu sem se še vedno počutila toliko odvisno od svojih staršev, kot da njim ugajam s tem fantom, sem zato, ker je imel, ne vem, avto pa službo, pa ne vem, tak socialno je bil ful ekstrovertiran, da sem njo klicala čist na koncu svojo mami, v službo in v joku, mami, jaz ne moram več biti z njim, da sem ji dolžna se upravičiti, da res ne moram več, ne. Tak občutek sem imela na koncu. Tako da ja, je vplivala absolutno, pa je še dolga leta name. Torej bi dansko potrdila to, da si potem ženske, mogoče tudi fanti iščejo to, kaj imajo doma, da je to nek tisti vzorec. A ni grozljivo, to mi ti lahko poveš svoje mnenje, če imaš kaj glasu? Ja. Zdaj je boljše. Dejansko, ja. Pozdravlja sem te. Že čaraš. Goodbye. Ful je grozljivo mi, ker v bistvu smo ženske pogosto šejmane za napake moških, tudi v primer, ko se reče daddy issues, v bistvu govorimo o tem, da je na eni točki foter bil čustveno nedostopen ali pa je zapustil družino in valjda ima to vpliv na hčerko in pač ima pa daddy issues, ampak še vedno je to posmehljivo, ko ženski rečeš, da ima daddy issues. Ja, pač foter je bil odsoten, tako ali drugače. Ni scary. Ja, ful se mi zdi, da se dela norca iz tega. Ja. Pač daddy issues, ok, ampak se mi zdi tako do neke, zdaj spet kako to opredeliti, se mi zdi, vsaka punca ima do neke mere pikico daddy issues, ampak to je pač nek izraz, s katerim smo mi poimenovali to, da ti želiš kaj varnost moškega, pa da je tu, pa da je prisoten. Ja, exactly. Ali poimenujejo to, ne vem točno na kaj navezujejo sploh daddy issues. A ja, daddy issues. Veš, nekateri navezujejo daddy issues na to, da si iščeš fante, ki grejo. Se mi zdi, sploh ljudje ne vejo, ker slišiš v ful različnih pomenih besedo. To je res, to si zdaj ful res postavila. To je res, da po moje ljudje nimajo čisto spucan kaj je, ampak jaz sem pretty sure, tako
95%, da to pomeni, da zbiramo tipe, ki hranijo našo staro rano. Torej, če je tvoj foter bil odsoten ali pa da ti ni dal emocionalne podpore, bližine, varnosti, bilo kaj, ti avtomatično najdeš fanta, ki je mogoče lahko prvi mesec kul ali pa te bombardira z ljubeznijo, ne? Ampak s časoma te bo odbijal, odrival, bo nepovezan s tabo, te hotel pustiti in iti. In to je v bistvu daddy issues, ne? Da si najdemo nekaj, kar nam je blizu, kar nam je znano iz otroštva. Ne? Ja, tako nekako. Torej, se ti zdi, da si potem ti tudi našla tega fanta? Jaz osebno, ena prijateljica mi je ful dobro izpostavila, Lenka, ti pa nimaš daddy issues, ampak mami issues. Tako da jaz, mogoče ne, da bi bil toliko vzorc, da bi iskala moškega, ki bi bežal od mene ali pa bi bla bla bla, vsti daddy issues koncept, ampak bolj nekoga, ki sem se počutila v vsakem primeru preslabo in sem iskala vse mogoče vzorce slabih razmerij. Pač. Ne toliko tipičen daddy issues. No. To že zdaj razumem, kako misliš, da si iskala vzorce slabih razmerij, torej, da si nekaj videla, pa si bila tako si bi rekla, ok, ja, torej, da si raje šla z nekom, ne vem, ko ima avto pa službo, pa to, ker si vedela, da bo tvojemu gaju, kot mogoče z nekom, ko ne vem, bi se lepše do tebe obnašal. Se mi zdi, da pri meni čisto vsak razmerje, ki je bil, pa jih je bilo precej, dejansko ne znam niti številke, pa ne zato, ker je toliko velika, ampak nisem razmišljala, nisem jih štela v glavi, ampak vsak zase je bil čisto drugačen razmerje in je šlo iz enega slabega v drugega slabega. En sem pretty sure, da je bil narcis ali celo sociopat, ne vem, kaj je bil. Eden, kaj jaz vem, eden, recimo se ga spomnim, je bil super, ampak je bil, pa sem bila jaz recimo smotana do njega, po mojem sem že podzavestno odbijala nekoga dobrega, čeprav on je res tako pričakoval od mene na eni točki, da bo imela otroke, pa me je malo skrosilo to v odloce ali pa nič, ne, pa je bilo spet slabo z njemu. Ja, neke vrste, ne. Ser ful dober človek, pa ni slabo tega mislil, ampak je bil v odloce ali pa jaz nimam kaj s tabo iskati. V bistvu ti spet novo rano odpre, ne. Pol, zdaj imam čisto prazno glavo, kjer so vsi bili. Kaj je bilo še kaj tacga? V glavnem, vsak mu tudi zdaj na novo vedno rečem, da pri meni bi vsak vzor čist drugačen. Sploh ni podobnosti med njimi. Veš, kada sem šla iz ene slabe situacije v drugo. Vsakič znova si mislim, a res moram zdaj še to doživeti, a moram še to probati. Vse je bilo dosti lekcij. A še vedno ne vem, kaj je dobro, veš. Si trenutno v razmerju? Ja. Ok. In predvidevam, da glede na to, da si v razmerju, da se ti vzorci več ne pojavljajo? Ali pa si nekako razčlenila? Trenutno ne bi mogla reči, da kjerkoli slabega ponavljam, pač fingers crossed, ker ta človek je res krasen in me obožuje in ja, tako neki čist novega spet. Tako da, ja, pravim, pri meni je ta vzor čist iz enega ekstrema od drugega več čas. Prejšen spet, prvo me je jaz sem pretty sure, da je bil avoidant, ne vem, če poznaš kaj te stile navezanosti, a ne? Ja, avoidant attachment. Ja, te attachment, in iščeš valjda zdrav način navezanosti in prejšen je bil ta ekstrem, ta drug zdaj, mislim ta zdaj, pa pač spet čist nov koncept, ki me pa obožuje, veš, ja. Pa se ti zdi, da si se tudi ti kaj spremenila, ne? Ker vedno pravijo, da privlačiš nekaj, kar ti pol da neko lekcijo, ne? Ja. Se ti zdi, da si se tudi ti kaj spremenila? Ja, od, ne vem, ekstremno. Enega razmerja, recimo, da vidim do narcisista. Okay? Kakaj recimo si bila ti takrat? Najdeš kakšne svoje vzorce, obnašanja, ne vem, počutja, odnosa sama do sebe najprej? Ja, v bistvu bi najraje pri njemu izpostavila, kaj se je zgodilo, ker je enkrat toliko počel s tem človekom, en to grd prepir je bil, se pravi, jaz sem bila tudi delač od ful dobre verzije sebe. Zdaj, kaj vse to je bilo, težko razložim, veliko insecurity, veliko slabih občutkov, temnih misli, ampak tako, en prepir se je zgodil, ker je bilo toliko enih temnih delčkov v temu prepiru, toliko je bilo grdo, drugi dan se spomnim tega prepira, da sem, nekaj ne rečem, en del meni si dobesedno zlomil, prelomil, ker pač ne moreš preživeti tacga prepira, razen če pogledaš globje vase in to je bila ena najboljših stvari v mojem življenju takrat, ker sem se drugi dan zbudila,
In ne vem, kaj mi je klenknalo v glavi. Ne vem, če kaj veš o tem, v spiritualnem svetu se to reče awakening, kada se na nek način zbudiš, da prebiješ svoj ego oziroma ga vsaj spoznaš. In takrat sem jaz sama se prvič spoznala in vse svoje napake, kako sem lahko boljši in kaj slabega kdaj naredim ljudem okrog sebe. In istočasno si oprostila za nazaj, zaradi tega, ker spoznaš, da nisi za vse sam kriv. Sem launo, wow, moje otroštvo je vplival na stvari. Moja vzgoja me kdaj prizadela, moji bivši so me kdaj prizadeli, to vse me je ranil. Zaradi tega sem jaz kdaj v takem obrambnem mehanizmu, zato tako pa tako reagiram, to so moji triggerji. Tok pa tok let nazaj, ko se je meni to zgodilo, koliko je bilo nekih 5 let nazaj, zihar to. O tem se takrat še ni to govorilo, kot zdaj. Ampak ko sem jaz te stvari brala tisti dan in raziskvala in meni so samo solze tekle takrat dni. Od sreče, ne vem, da sem te stvari spoznala, da se nisem krivila več naprej, da sem až za ta grd prepir, da si sam rečeš na koncu, da si slab človek, da je do tega prišlo, nekako je neproduktivno, ampak da pa spoznaš nekaj, jaz sem pa kar mesiče pisala tako best friendicam, pa tako, ojoj, takrat sem bila zlobna, pa smotana, oprost mi, bom ful boljš do vas, tako pravno, nekaj se mi je takrat odprl. Tako da takrat sem se najbolj bistveno spremenila, pa tudi, če potem absolutno nisi popoln človek, ves čas nazaj gledaš vase, pa tako opazuješ recimo svoje misli in triggerje, ne da samo reagiraš navzven. Ja. Se mi zdi, da nasplošno, ko si ti v zvezi z narcisistom, ne, samo še ene stvari zavedati, to sem zadnjič ravno poslušala od ene psihologinje, ne, da kar je tak, mislim, to je psihopatsko, to ni normalno, ne, ampak da oni mislijo, da so oni super ljudje. Da oni so dobesedno prepričani v svojem delusional svetu, ker tako si se ti recimo rekla, si se naslednji dan zavedala, kaj je bilo narobe. Pač enako, včasih, ne vem, grem v poslo, pa ne vem, se nekaj z Gašperom, ne vem, skregama ali pa nekaj sporečama, pa jaz nekaj, pa je vse all good, pa pač jaz najdem neko malo stvar, ki me slučajno moti, pa jaz to moram reči, pa se prav slučajno kaj spičima in pa začnem večer razmišljati in sem tak, joj, pa si mogla biti taka, pa zakaj si to, pa to si rekla samo zato, ker ti je bilo malo dolg čas, pa ker, ne, pač oni se verjetno tega ne zavedajo, ne, torej to, mislim, psihopati, ljudje, ki so narcisistični, se verjetno tega ne zavedajo, ne, in oni pač mislijo, da so perfektni, in da so vsi drugi dansko taki, ne. Jaz se prav spomnim enega momenta, ko sem se s tem fantom spoznavala in jaz sem imela neko vzgib, sem rada na začetku, ko sem fante spoznavala, da sva pila, pa da sem imela kakšne pivske igrice, da ga čim bolj spoznaš. V moji glavi je bilo to, da bolj človeka ne moreš spoznati, kot da spijan, pa se greš igrice, recimo never have I ever, pa to. No, glavno, mi so bila na tleh in sva se, spomnim, kaj sva se šla, na tleh sva bila in on tako sedi v svojem kotu po turško in reče, te lahko nekaj vprašam, pa je tako, ja, tako, a imaš ti kdaj občutek, da si tako boljša od vseh? Pa je ono, ne, mislim, vem, da imamo vsi različne zgodbe, različne poti, pač različno smo se razvili, drugače dojemamo, da pa rekla, da sem boljša ali pa več vredna, pa ni šans. In on tako, ja, jaz pa vem, da sem. Tako da v bistvu takrat sem imela vse odgovore, ampak takrat se o tem je toliko manj govorilo, da nisem vedela, kaj to pomeni, nisem vedela, da je alarmantno in sem rekla, ful dobro, si samozavesten, to je verjetno ful dobro. Alenka. How cute. That was so toxic. Ja, tako da. In lahko deliš kakšne stvari, ki so se dogajale v zvezi z narcisistom. Jaz, hvala Bogu, je nisem imela. Je imela ena bližnja, trenutno bivša kolegica, ravno zaradi spet zveze z narcisistom. Ja. Pa tudi, mislim, itak slišiš stvari, bereš o tem, se mi zdi, da danes se itak dosti govori o tem. Ja. Pač prvo kot prvo, nobena zveza ni popolna, kot drugo, noben človek ni popoln, ne, jaz nisem popolna, ti nisi, noben ni, ampak to je vseeno nek drugi ekstrem psihopata, ne. Ja, z veseljem bi kakšne bolj detajle, ampak se ful slabo spomnim detajlov, ker pogosto so tako subtilni, a veš, da imaš na koncu občutek, da si malo zmešan, ni pa nujno, da lahko konkretno razložiš, kaj je bilo. Recimo, lahko pa povem zaključek te zveze, ki bo tako očitno tist, a veš. Peljala sva se z morja Dam, bila se pač na morju, ne vem, blizu Kopra, recimo. Koliko si bila stara? Ojoj, ne vem. Pa tudi brez veze govoriti, ko je full Google, kdo bi to lahko bil, pa tako brez veze. Aha, ok.
ne vem koliko, in se pela domov in sem zaznala v tem, ker je on izjavil neko zlobo in je bil moment, ko ne veš spet, ali je po pomot bil zloben ali je namerno bil zloben, itak ne veš, ampak jaz sem dojela, da ne morem več prenašati takih momentov in sem rekla, da imam dosti, da ne morem več. In je v jezi zapeljal na najbližjo tako postajališče, Petrol varianto. In sem jo takrat še ročno zataknila in imela ful strah, da sploh ne bom mogla no kako me zdaj prišla, ker sem v avto na pol pokvaril. In je začel tako neki bemtit, pa okrog hoditi, pa ven iz avta, pa not, ki je že tako malo scary. A ja, zdaj sem se spomnila, še enega sem imela dejansko, ki me je pa tolku. To sem pozabila sem omeniti dobesedno, ker smo govorili o tem, kaj vse sem imela slabo razmerje, ne. To je lahko pol, ampak okej. In me je bilo itak tega zdaj tudi strah, kaj bo iz tega, ne, ker je vas jezen. In na poti domov, ko je končno naročna popustila in se je on sprijaznil, da pač dejansko hočem zaključiti, jaz nisem več besede spregovorila, dobesedno sploh ene same, ker sem vedela, da karkoli naredim, bo bencin na ogenj. On me je pa celo po domov samo žalil. Potih, tako, a veš, skoraj še petov mi grde stvari, pa kako v bistvu je spoznal eno drugo, ki je v toliko 3 mesecih se bolj povezal z njo, kakor z mano. In meni je bilo tako kristalno jasno, da vse, kar lahko naredim, je to, da sem tiho, upam, da me prepela dam in to je to. Ne? In je bilo prav až tak preklop v samo sovraštvo in jezo in koliko me v bistvu prezira in da me sploh ne mara, je bilo res oh, that guy is kuku, a veš, pač sem bilo na koncu res sem vesela, da je konc, a veš, ker ti klenkne in ti jasen, ampak tako, ja, no, en tak primer. Zdaj, ko si omenila njega dansko, ne, da si videla pol, da dansko je to neki verjetno neki hejt zadaj, ne? Da sploh ni ljubezen, če so narcisisti zmožni nekoga imeti radi, ne? Pa da je tudi tako, da kao narcisist tebe ne bo nikoli pustil, ne? Da vedno pač moš ti njega, ne? Ker se vedno oklepajo ljudi. Si videla to je trend, ko zakroži po TikToku, kao eno je bilo Girl Mad, ki je tak, ne vem, dodaš 2 košarici, ker je kao 2 pa 3 gratis, ne? Ja. Veš, kaj je Boy Mad? Kaj? Veš, to so bila ta grozni komentarje, ko si v fazi, ko začneš sovražiti svojo punco in pol tak spodaj veš komentarje, ko ugotoviš, da je tvoj angel samo navadna oseba, tak fanti pišejo, pa tak, ko ti postane to, da se vidiš z njo kao obveza, ne. Snak, kaj to je res? Jaz tako da, iz tega, jaz tako Gašper vprašam, Gašper, kaj to je res, pa da Gašper, pa daj pa kaj ti stavbe, kaj lahko negaš, ne? Ampak smo tak, pač dejem, ne vem, misliš, da fanti res tako razmišljajo? A veš, kaj mislim, da ja, fant, ki ni 100% prepričan v to, s kom je, ali pa ni zrel in ne ve, kako ne bi odnos gledal, ali pa je s tabo in išče boljšo verzijo, ja, pač ta otrok, ki fanti, ne moški, velika verjetnost, da tako razmišlja. Če se je pa odločil zate in je moški v tem razmerju in se trudi za ta odnos, itd., pa pač itak čutiš to, pa ni tako, ne. Tako da ne moreš lih enačiti na vse. Ja, saj, isto ne moreš za ženske, ne. Ja, jaz verjamem, da te tvoj obožuje. Ja, jaz tudi. jaz tudi verjamem in upam. Gašper, če zagledaš, da ne bi ki se dal v hejs, pa ne saj. Ne, iskreno me ne skrbi, tak, smo čisto good. Sej, tako smo pa rekli, vsi imamo slabe dneve, ne? Ja. Ampak, si rekla, da si imela tudi zvezo, kjer je bilo prisotno nasilje. Ja. Aha, moram govoriti, no, ja, če se počutiš. A veš, mislim, v detajle ne bom šla, ker so bili tudi momenti, bom čisto rekla, ker sem jaz udarila nazaj, ker sploh proti koncu je bilo tudi tisto, kaj se pač braniš in ja, tisto je bilo zelo nesti na koncu. Se pa spomnim enega momenta, čisto, ki mi je bil ful zanimiv, ker mislim, vem, da je bilo to pri njih tudi v družini in da njegova mami del tega utrpela, pač to sem itak zvedela od njega in sem enkrat prišla njej čestitati za rojsten dan v kuhno, leh nekaj delala in meni se je tudi že to delno dogajalo od tega moškega fanta in sem je čestitala in jaz sem sam planila v jog, ker sem pač nekako čudila, kaj se meni dogaja in kaj se je tudi njej dogajalo in to se pač ponavlja, ne? Ampak ona ni vedela, zakaj jaz jokam in je ona planila v jog in mogoče tudi ona že vedela, zakaj jaz jokam, a veš, pravno je bilo nek preliv ženskih čustv in spoznanja in svoden sem jokala in šla pa vsaka zase in to je bilo to. Tako res crazy moment, še zdaj se kdaj spomnim in wow. Ful skošuno,
ker začuti se in to je to. In ostane tišina glede tega. Sicer, jaz še tako razmišljam, ne vem, meni se bi zdelo dosti bolj logično, da če je fant videl doma, da je recimo ata bil nasilen do mame, ne, da bi pogledal rekel, tega ne bom. Ker tudi poznam par takih primerov, ko vem, da so fanti kar v glavi malo zasukani, pa nikoli ni prišlo recimo do pretepa, ker so imeli doma sami in so bili tak, so se tega izogibali, ne. Tega se mi zdi, da spet imaš tu dva pola. Se spomniš prvič, da si se srečala z nekim nasiljem? Misliš v tem razmerju? Ja. Čisto iskreno ne. A veš, da imam jaz en zelo močen občutek v svojem življenju, da imam ekstremno slab spomin. Zdaj pa ne vem, ali je to moj obramben mehanizem v možganih in se zbrišajo delčki. Iskreno ne vem, ker tudi ogromno otroštva se jaz ne spomnim in kdaj tudi pomislim, a se mi kaj zgodilo, da se jaz ne spomnim. Tako res ogromno stvari se ne spomnim. In tako v razmerih za nazaj, zadnjih 15 let, se vsi spomnijo detajlov, jaz se jih ne. Jaz se ogromnih delov ne spomnim. In tako, ja, ne vem. Tako da veš, zakaj je luknja. Res se ne spomnim. Verjetno si pač potlačila, ne? Ker pač Možno. je bil tak hud šok, da se potem tega nisi hotela spomniti. Pa tudi da imam občutek pri sebi, da sem živela tako že 15 življenj. Toliko različnih nekak družb in ljudi in kje sem živela in selitve. Včasih imam občutek, da je 15 alenk, res. Si šla kdaj na regresije? Na kaj? Regresije. Kaj je to? Ko ti pregledajo življenja pretekla. Kako grem to? Jaz bi tu šla, ne vem. Ja, moraš najti, če kdo pozna, lahko napiše komentar, ampak bi šla. Ja, je tako, da bi šla. Bi šla, te ne je bilo strah? Ne. Mislim, zaenkrat lahko rečem, da ne, ko pomislim na to, pač bolj sem firčna, ker itak verjamem, da je vse možno in Bog ve, kaj vse bi izvedela, pač zakaj ne. Če bi izvedela, da si bila, ne vem, grozen človek v prejšnjem življenju. Mislim, jaz si tako dojemam, da to bo zdaj deep, ampak da je duša neskončna in hodimo na svet samo po lekcije in da se reinkarniramo v nedogled. Duša pač se odloča, ali gre ali ne gre. Če greš, itak z razlogom greš, da imaš človeško izkušnjo. In zdaj, koliko je to težka in grozna izkušnja, it is what it is, pač takrat mora biti na svetu in ta cikel ponavljaš, kakor si pač želiš. Tako nekako trenutno jaz dojemam svet, tako da. Tudi če sem bila, ne vem, kakšna čarovnica. Bom zdaj toliko boljš kaj. Verjetno to zato, ker te danes, ko take stvari zanimajo, si potem tudi začela true crime, pa te stvari, pa nadnaravno, ne. Mogoče tudi je to vse izhajalo iz, ne vem, nekega temačnega dela v tebi, veš, ko je mogoče bil, ali je to neka žalost, ali je bila to neka tesnoba, ali je bil to nek tak občutek. Čist popolnoma možno, ja. Ampak veš, kaj opažam? S tabo se res dobre teme odpirajo, to moram reči. Nekaj imaš, da se ful dobre teme odpirajo. Res, vsaka čast. Ampak sem ugotovila, da ko sem bila mlajš, recimo, sem gledala grozljivke, ker so me pomirjale. V smislu, le kaj se je tam zgodilo, sicer je vse fake, ampak pri meni se nič to groznega ne dogaja, a ne? Zdaj, ko gledam grozljivke, ko se recimo bolj zdravim, sem bolj tak človek povezan sam s sabo, težko vidim slabe stvari, ki se dogajajo, probam biti dober človek, Zdaj, ko gledam grozljivko, me potolče. Tako pravuno sem na koncu, depresivna, nočne more imam, sploh jih nočem več gledati, veš. Dejansko imaš prav, tako da mogoče tisti temen del mene, takrat je to bolj rabu, ko sem bila mlajš, pa nekako, ko začneš rasti od človeka, bolj svetoga, je pa to skozi teži. In ja, definitivno je to, da odraščaš, da puščaš nekaj ljudi za sabo, ne, tudi neka prijateljstva, mogoče pustiš za sabo, nekaj ljudi prerastaš. Misliš, da če se bi zdaj recimo pojavili neki vzorci v nekem ali razmerju ali nekem prijateljstvu, ki so ti poznani, da bi znala reči, to je to že poznam, tega nočem, ali če bi se začelo kaj takega pojavljati, bi mogoče čutila neko domačnost tem, ali si že predjela to, da pustiš to zadaj in da je pač to no-go? Veš, da ne vem. To bom dejansko videla tako sprot najbrž. Meni je jasno, da se bom še cel življenje učila in sprejemljive so tudi napake za življenje, ker morajo biti, ker drugače narasteš. Bomo videli. Mogla sem tudi na eni točki po res 15 ali še več letih prijateljstva skenslati eno pač najboljšo prijateljico, ker sem se tako tesnjeno z njo počutila. Tako sva narazen zrasle, a ne. Tako da en tak primer sem že imela.
je zelo kar težko, tako da sem sama sebi priznala, da me utesnjuje, da me bolj ne mogla. Jaz sem bila vsakeč v stresu, preden sva se dobila, a ne. Tako da zdaj se sproti redno sprašujem, a se nekje počutim dobro, domače, prijetno ali ne. Je pa najtežje biti iskren s sabo, a veš? Ne vem, imaš kdaj tak občutek, da ne veš točno, kaj bi, ampak je najtežje od vsega se soočiti z dejstvom, veš, tukaj moraš iti preč, ali pa tle nekaj slabega, ali pa tle treba nekaj rešiti, a ne? Ja, mislim, jaz sem isto. Veš, se mi zdi, da se pač oklepamo nekih ljudi, ker jih imamo radi njihove prejšnje verzije, neko navezanost, to, kaj so nam mogoče včasih dali, pa jaz verjamem, da so ti ljudje dobri ljudje, da če jaz za nekoga pokličem, če ti za nekoga iz svojega življenja pokličeš, ob 3 po noči se ti ta oseba javi, rabiš ne vem kako pomoč si v smrtni situaciji, bilo kaj, tudi se nič smrtni, se ti nekaj slabega zgodi, da ti bo ta oseba pomagala, ker pač to niso slabi ljudje, ker drugače se ti ne bi družil z njimi ali pa bi jih dal že prej stran. Pač enostavno nekaj ljudi prerasteš, pa pač, mislim, ful je težko, it's not easy, isto ko ni easy iti iz relationshipa, ne, samo se mi zdi, da nekak prijatelje, s katerimi ti rasteš, je včasih težje pustiti kot njega partnera, ki ga imaš ti pol leta, pa že po pol leta ugotoviš, da to ni to, čeprav si z njim bil bliže, pa si bil mogoče vsak dan skupaj, pa si bil intim z njim, ne, ampak ravno to je, ne, tako da, kaj recimo je bilo v tvojem primeru takega, kot te otesnjevala? A misliš prijateljstvo? Ten tak primer, ne vem, zakaj mi je za bivšo lažje kaj povedati, kaj je bilo za njo mi težji, ker se pravim, ful spoštujem, ful mi je lepega dala, ampak preprost. Ja, je res je tipičen primer, ker ne maram govoriti, ker se pravim, samo en lahko svojo plat pove in mi ni. Rajš ne bi v bistvu, ja. Ok, ni problema. Ja. In si lahko odrezala ali si rabila dlje časa, da ste se pač sam oddaljili? Je precej je trajalo, ja. Zaradi tega, ker se pravim, na začetku si ne priznaš in iščeš rešitve in razloge in podaljšuješ in si rečeš, ok, sem še to zdaj vidimo, kako ta srečen je šel, sem še vidimo, kako se va to zmele, sem še vidimo, če se va zdaj dobro imele, ali bo še vedno vna tesnoba in sproti mečkrat rešuješ, pa kdaj pride do kakšnih opravičil, pa probaš spucati, ampak vsakeč znova je tisti neprijeten občutek, ne, tisti nekaj ni, nekaj ne štima, to ne more tako biti. In pa na koncu mi je v bistvu odlegala, ne je bil tak ful šok. Ampak ja, sej. Upam, da zdaj približno me razume za nazaj in tako. Ne moram pa vedeti, ja. Se mi zdi tudi to, da pač obe dve osebi vedno morata delati na odnosu, pač dve, da pač to, kaj rečeš, tudi narediš, ne nalažje obljube in se na koncu pač nič ne spremeni, ker spet se mi zdi, da ti lahko z ljudmi, s katerimi si prijatelj, ne vem, 1 leto ugotoviš, da nisi kompatibilen, ne, ampak z enimi ljudmi enostavno si kompatibilen, ampak pač je toliko nekih stvari, spet pa pač vsak ima pa potem neke svoje travme, trigere, stvari, ki jih zmotijo, ne, in vedno je pač to od doma, ne, vedno je to, ker na koncu koncev, ja, ok, tebi je nek fant povzročil travmo, ampak ti si z njim bila mogoče 2 leti, ne, doma si ti živela 14-15 let in v tistem obdobju, ko smo otroci najbolj ranljivi, si pač najbolj stvari zapomnimo, ne, in jaz zdaj ful opažam in pri Gašperu, in pri najboljši kolegici, ker tudi imam res ta small circle, da takoj opaziš neke stvari od doma, ne, in tudi to sem se recimo jaz naučila, da sem včasih bila ful taka, da sem se zadrževala, pa sem bila neka tečna, pa zdaj pa pač dejansko povem takoj, skomuniciram takoj, tudi iskreno sem še tak, da mi ego kar včasih, ko mi hoče nekdo meni nazaj, se jaz kar branim in kar hočem, ampak vedno bolj se tega zavedam. Nisem še tu, se pa vedno bolj zavedam, ne, in še posebej, če mi kdo kaj tak reče direkt z obraz, kaj je bilo z mojim egotom, sem tak, to je to rekel, jaz hočem to vedeti, jaz pač hočem vse rešiti in to mi ni cool, in če bom jaz slišala, se ful ne sekiram, ampak zdaj sem tako malo zaplavala, se mi zdi, včasih tak zaplavaš, ko imaš neke misli, pa vseeno moče zdaj razdati vsega, ampak ja, se mi zdi, pač že ego je tisti, ne, ki moš ti spustiti in osebo in pač neko čustvo okoli sebe, ne, tako da si rekla, da si zdaj boš šla tudi v manifestacijo. Ja. Zakaj si se odločila, da boš šla, ali pa kako si začela recimo ti delati na tem, da si dala ti neke svoje vzorce stran, mogoče tudi ego? Dobro vprašanje, kako sem, z egotom točno vem, kako sem začela. Najboljš mi je bilo poslušati Eckhart
Toli, ne vem, se tako napiše drugače. A ga poznaš? Vem, ja. On je meni taka legenda, le, ker se ego ta tiče, bi vsadzga napotila k njemu. Zelo počas govori ta stric, večkrat ne že v letih, ampak tako lepo pove. Najbolj smešen je, ker reče, smešen je tudi, ko imaš ego, s tem, ko rečeš, da nimaš ega. To je tudi ego, a veš, ono. Ja. Ego je res posod, pa ni to ego, ka breko, a ne. Ta moški ego, neka napihnjenost, pa neka nošenje samega sebe, pa v bistvu je bolj taka splošna stvar. Ego je že vsaka stvar, ko se enačiš z nečim, z eno mislijo preveč, ko rečeš, jaz sem desničar ali pa levičar ali pa, meni je, ne vem, Jim Beam boljši od proteini, pika si, ko hočem reči. Ko se preveč poenotiš z eno stvarjo, ko je v bistvu samo misel ali pa samo ena navada, ki si jo vzpostavil tekom življenja in ne sprejemaš drugih potem odprto. To je neke vrste ego, tako ga jaz dojemam in tega si jaz tudi na vsak način probam, tako kot ti, losati. Tudi misli slabe, ki pridejo in triggerji, jih pač oddaleč opazovati in potem reagirati in razumeti, da ima lahko drug pogled da je drug človek drug pogled in drugo zgodbo in oboje je isto legitimno in isto pomembno, da se pa sam poslušajte in rešujte. Ker se pa tiče manifestacije, pa nimam pojma, kako sem začela, res se ne spomnim. Kako, zakaj, ampak sem. In zdaj recimo zjutraj že tako 2 do 3 leta pišem stavke, take, da me dvignejo. Vsak mora zase najti, kaj to je. Poglejte moj zadnji video ali predzadnji, odvisen, kdaj bo to vzun. Bomo linkali profil spodaj. A tako na YouTube, ja, in tam vse povem, glede moje manifestacije. Je pa zelo uspešno, moram reči. Mogla sem predvsem razbiti blokade glede denarja pri sebi. Kako si rekla, vzgoja je mene tle zelo omejila, kar se tiče financ, in se mi zdi, da sem zdaj več ali manj splezala ven, ker sem pa ful srečna in zadovoljna zdaj. Omejila misliš v kakšnem smislu, ker si rekla, da je vedno bilo samo šola denar, ne? Zdaj si rekla, da te je omejilo. Mogoče ravno včasih tega, da hoče nekaj dati, pa te bolj stran od tega potisne. Ja, ampak bolj je bila tista ideologija, jaz sem bila majhen otrok, pa do 4. leta se te stvari tako najbolj razvijajo, ampak jaz sem bila prepričana, da smo mi revni. Až nič ni nakazoval na to, tako fizično, bila je hiša, vse, vedno sem imela za jesti, za piti, vse, kar sem hotela, ampak naša dva sta zelo bila šparovna človeka, Gorenci smo, pač pridna, drugač, ful. In sta veliko tudi našparala v življenju denarja, ne, sam jaz to nisem vedela, jaz sem samo imela občutek, da če ne gremo nekam ful daleč na izlet, če nimam čisto vsega, kar si sprnem, pa itak nisem bila zahtevna, ampak tako, če ne gremo ven jest, če ne gremo niti v McDonald's, nikamor nismo tako hodili, vedno so bili sendviči za sabo itd. Sem bila prepričana, da smo revni in to sem pač nosila s sabo in tudi kadarkoli se mi začel nek denar malo nabirati, če je bila sama ena random plača, pa 200 evrov viška, sem jaz to spušila. V moji glavi ni bilo to zdaj prešparej ali pa super je, da se ti ta denar akumulira. Jaz sem bila samo podzavestno, sem ga pač sam, ti če imaš sam troši, sam šopaj, kupuj bedarije, bog ne da imeti kaj viška denarja pri sebi. Meni je bilo to tuja ideja pač. Meni je bilo to zakaj, če ga imaš ga zaprav, kva kompliciraš, se ne rabiš zaloge denarja, zakaj? A veš? Ja, mogoče zato, ker nisi dobila nečesa, ko si bila mala, ne, in si bila tako avtomatsko, denar, dajmo si nekaj kupiti, tisto, ne, in si tudi bila tak, na varianto, dajmo si kupiti, ne vem, drago torbico, drage čevlje, si razmišljala na tak način, ali bolj, kaj si recimo najprej si želela? Ja, dejansko to nikoli nisem šla, jaz bi prej šla v kakšno potovanje, ali pa se pravim, jaz sem bila toliko čora. Če sem jaz delala kot hostesa na faksu ali v srednji šoli in če sem dobesedno takrat si imel 5 evrov na uro, 4 ure si tam stal na pultu, a ne, in si zaslužil 20 evrov. Če sem jaz 2x po 20 evrov tako zaslužila, sem šla jaz v parlament, smo šli žurati in sem jaz random ljudem okrog sebe časla pijačo za ta denar. Štekaš, to je bilo meni zdaj imam denar, a veš. In sem ga sam spušila. Pač to je bila moja filozofija. Z take bedarije, a ne. Kao zdaj ga imam, sam šopaj. In kak si potem to rešila? Obrnila, ja. Ne vem, hvala Bogu se mi je utrnila ta ideja, da sem dojela, da če si bomo nedogled ponavljala določene stvari, kao imam denar se vsipa k meni z vseh strani in če bom to vsak dan pisala in da imam ful ponudb in da vsi hoče delati z mano in da imam ful dobro delovno etiko, da v to ratela moja realnost, pač sem nekako verjela, da s tem nekaj dosegla in sem. In zdaj kar naenkrat v enem letu, recimo v 2 letih je šlo to ful na boljš, v zadnjem letu se je to ekstremno izboljšalo. In res hočem poudariti, da jaz nisem ratala bolj slavna, nimam izredno več followerjev, nič konkretno se ni spremenil.
Pa ne toliko, a veš, koliko sem bila prej, po domač povedan brok, pa koliko sem zdaj ne brok. A veš, vmes ni bilo toliko razlike, da bi rekla, jaz sem imela najboljši following in oglede na YouTube, ne vem, 4 leta nazaj. Ne, to sem zdaj tako rekla, ampak dansko ti gre pač ful dobro, veš. Hvala. V bistvu se je spremenil sam moj mindset, kako dojemam biznis, kako si postavljam cene, kako delam s strankami, z naročniki. A veš, čisto basic, kako skrbim za svoj biznis in nič konkretno drugega se ni zgodilo, kot moj mindset se je spremenil. Jaz sem glede manifestacije eno tako mnenje, upam, da ga bom zdaj lahko razčlenila. Ne vem, kako naj sploh povem, da ne bo tako se slišalo samo kot neki zmazek, ampak jaz mislim, da ne da manifestacija ne obstaja, ampak jaz ne verjamem, da bom zdaj spisala 10 let na papir, jaz bom zadela na jackpotu. Pač jaz ne bom dala, če bom dala en listek na mesec na jackpot, pač ne. Meni se zdi, da ti lahko v nedogled si stvari pišeš, ti si lahko stvari v nedogled pišeš, ampak na koncu je pač tisto, ti se s tem samo spomniš, kaj moraš narediti, kje moraš biti boljši, ni zato, da si ti to napisal, ne, ampak bolje ono, if you put your energy, your mind to it, bo se to dansko zgodilo, ne, ampak se mi zdi, da dosti ljudi pa manifestacijo promovira na napačen način, pa premalo poudarijo kot pač, ti si tisti, ko neko stvar narediš, ne bo kar zdaj padlo z neba, da boš zdaj ti tu pisal na list, zdaj pa bom si jaz, ne vem, dam primer za, ne vem, šolo, faks, zmanifestiral, da bom pa jaz dobil tu 10, si boš ti zmanifestiral, kaj boš šel spat, zjutraj znanje pa to v glavo pač ne bo ti, ne, vseeno, to na čemer ti delaš in tako si rekla z naročniki. Jaz verjamem, da si ti začela razmišljati ali pa se bolj povezovati z ljudmi, biti bolj odprta, iti mogoče na kaki event več, se nisi bala vprašati ljudi, pač, koliko ti računaš za to, pa nisi bila tako, kaj bo si za nekdo mislil o meni, če ga jaz to vprašala, ne, ali pa ne vem, si mogoče prej začela dostavljati stvari ali pa dala več neke svoje energije v to, ne. Exactly. Ja, ampak kot ti, točno tako, si rekla, moraš v to uložiti svojo energijo, vizualizacijo, ti moraš temu verjeti, zato ti ne boš začel pisati, če si dobesedno brok oziroma imaš 10 evrov na računu, ti ne boš pisal, jaz sem milijonar. Ja, ne, nisi in tudi ne boš jutri fucking milijonara, ne. To delajo, ne. Ja, to je point, ti moraš svojo energijo notati, piš stvari, saj jaz osebno bi tako začela, ker sem bila ful skeptik, ne morem pisati, kar je bullshit, piš, kar verjameš. Jaz sem ful dober v tem pa tem. 5 ljudi zdaj aktivno išče človeka, ki dela to, najdel me bojo. A veš, piš stvari, kjer jim lahko verjameš. Kaj lahko verjameš? Lahko verjameš, da boš imel konc leta našparanih 5 jurjev, recimo. Si ful dober v financah. Piš stvari, katere lahko začutiš, si predstavlja sebe v tej vlogi, kdo je ta človek, v katerem pišeš, predstavljaj si ga. Preden greš spat, riš si to v glavi. Predstavljaj si, kako se živo, kako se v svojemu novemu BMW-ju, Mercedesu, bilo kaj prepeleš do best friendice, pogledaš njenega novega novorojenčka, jaz take stvari zvečer vizualiziram. Zame je to skoraj že realnost v glavi, ker je toliko simpel verjet. Fake it till you make it, ja. Ja, in kaj enkrat toliko energijo v to daš, mislim, jaz zdaj, by the way, si komu tega Mercedesa že skoraj kupam, ker sem ga vsta čas sanjala, veš, pa ga zdaj nočem, ker hočem investirati v druge stvari, recimo, ne. Joe Dispenza to res noro dobro razloži, tako ful poenostavljam, ampak če boš ti sebi ves čas ponavljal, da si len in da ti tak nič ne uspe in vsi vse dosežejo sam, ker imajo veze in da pač ti res nimaš časa telovati, ne moreš biti fit, to samo unim rata, ker pač je to njihov job, ne moreš ti 4-krat na teden v gym, ne moreš to, ne moreš nima sreče v ljubezni, ker itak sta te dve že zavrnile in pusle, a veš, če si v što govoril, ja, to si ti, to je tvoja realnost, to boš utrdil in če si to govoriš do 35. leta, sorry, stari, do takrat so tvoji možgani že ful trdno kompaktni in to verjamejo in to je tvoj karakter. Fakt je, da če si boš ti govoril druge stvari in si dopuščal druge misli in odrival slabe misli, ker jih ne rabiš jih, sami si jih nakopljamo, ne rabiš ti govoriti, koliko si grd, koliko si debu, koliko si nesposoben, ne rabiš tega poslušati, tega ne bi rekel svojemu best friendu, ne rabiš, ti si lahko odločiš sam sebe govoriti lepe stvari, a ni to najlepša stvar, ki si jo lahko damo. In kaj to prinese, ja to realno zraven, jaz zdaj ti hočem povedati, da sem sam z drugimi mislimi ratala, drug človek, uspešen človek, ima denar, a veš, nič drugega se ni spremenilo, samo moj mindset, toliko simpel je. Toliko simpel smo, ampak ljudje smo odvisni, edikti smo od slabih novic, od temnih misli, od negative. Zato je toliko medijev negativnih, zato se toliko povežemo s tem, če je slaba drama, če nekdo trpi, itd., ne, ker to
ljudem je tako dobesedno drogica. Ja, je ravno rekel, recimo, zadnjič, ko spet na enem eventu, editor od, mislim, da revije Lady pa še ne, da itak kaj je bolj klikano, da se nekdo poroči ali se nekdo loči. Exactly. Veš, da je neka prometna nesreča ali da ne vem, se nekomu otrok rodija, guess what, ne. In ja, to se mi zdi, da je treba potem, to si jaz ful dosekrat govorim, čistaka, ne vem, je vmesna, ampak ni zdaj čisto v tem, ampak hoja, sprehodi, slušalke, podcasti, čas za sebe, pač I'm sure, da ima vsak, pa ne glede na to, kaj imaš 1 uro v dnevu za to. In meni se vedno takrat ravno, ali pa nisem crknila slušalke, pa bi lahko zdaj bila grumpy, pa ne, pa začneš razmišljati in takrat razmišljam ravno o tem, če se mi zdi, da poslušamo vsi podcaste, ono tisto pa si mislimo, pa ok, se zdaj niso nič pametnega povedali, pa se tako spomniš nekaj stvari, ne, in ko imaš tiste temne misli, samo tako, kaj, pač ti nisi tvoje misli, ne? Torej, ti nisi slaba misel, ti nisi dobra misel, ne? In je čisto normalno, da si ti v nekem ravnovesju in ti lahko slabo misel se zavedaš, tu si in je to in to skozi ponavljam tudi recimo svojim strankam in sem zadnjič editala za Juretov podcast od Sare Isakovičen klip, kjer je pač rekla, da ti boš ok, nisi si všeč, ok, imaš slabo samozavest, kaj lahko narediš? Lahko ti 10 dni zapored si govoriš, kak si grd, kak si to, se gledaš v gledalo, lahko pa se sam gledaš v gledalo, pa si nič ne rečeš, če imaš slabo mnenje. Si samo tiho in se gledaš. Ne? In 10. dan si mogoče reči, da se ceniš, da se spoštuješ in mi je bilo to ful lepo, zato ker pač res je. Ne? In glih to, njene besede sem potem 2 puncoma rekla, ko sta mi poslali neke slike, pa sta mi napisale, na tej sliki se pa zdaj počutim ogabno, ali pa se počutim debelo. Ne? In sem tako, ok, to so misli. To ne pomeni, da si ti grda ali pa da si debela. Ne? In tako si rekla, pač, če ti si konstantno govoriš, broke sem, vsem gre boljše. Itak mi ne bo nič uspelo, zato ker moji starši niso bogataši in nimajo, ne vem, firme z ograjami in whatever, ne. Pač, mislim, vsak ima enaki 24 ur v dnevu. Ti imaš 24 ur v dnevu, pa sem 24 ur, ne. Lahko da nekdo, ki je starš bogatašev, si pa vzame to kot, ok, jaz imam milijone denarja in ne dela nič in je emocionalno in fizično in whatever v slabem stanju in kaj bo? Pač ti starši ne bodo zavedno tukaj, ne moš ti konstantno se na nekoga navezovati. Da, meni se po eni strani zdi, da mi, ki smo otroci normalnih poprečnih staršev, ki so nam pač dali po eni strani tudi vse, kar smo rabili, ker smo bili siti, smo bili ono, smo lahko šli nekam na izlet, smo dobili, ne vem, nismo bosi bili, nismo bili lačni, ne. Jaz če mislim, da bi jaz res imela starše, ki bi mi vse potisnili v rit, kaj bi jaz rabila. Pa bi lahko, pa bi dobila za, ne vem, neko Louis V torbico, za ne vem koliko, kaj, ki je sploh sreča v življenju, ne vem, meni so to materialne stvari, ne vem, meni je to nekaj tak brezveznega, iskreno, ok, ja, da bi za meni nekdo rekel, če boš ti kupila to torbico za 10 jurjev, bo čez 8 mesecev vredna 30. Če meni lahko to neka ženska, ki se ukvarja s tem, zagotovi, ja, danes kupim za 10 evrov za 10 jurjev neko torbico. Ampak da bi zdaj skupila neko torbico, zato da bi jaz kaj hodila po mestu, pa bi nekdo videl, da pač jaz to torbico imam, pa veš, ne bi jaz vedela, da mene to srečuje, kar spet, da ne bo zdaj narobe vzel. Spremljam tudi ene punce, ki si kupijo, pa jim paše na njihovo persono, pa veš, da ono so jih samo za srečo se vlile, ko je to torbico kupila, ampak veš, da je to zaradi njene. Marsikoga pa vidiš, ko slišiš primere, ne vem, nekdo dela 1 mesec, samo zato si lahko pol torbico kupi, da bo pol drugi videli, ti imaš torbico. Pač, what for, ne? Ja, mogoče še zmer nekomu bi to ful špilali v tisti del persone, ki rečeš fake it till you make it, in če ti to tok dvigne vibracijo, da boš kar naenkrat še na drugih področjih obogatel, ker boš sam sebi res verjel, da si vse to, a ne? Maybe, why not, ampak se pravim, jaz sem ves čas sanjala, ko se tok pa tok denarja nabrali, srabam Mercedes za cela na vsak način in zdaj, ko bi lahko samo ne, ni več želje, ni več potrebe, da bi se kar zgnila je in hvala Bogu. Mislim, da se je ta mind preusmeril drugam. Še nekaj sem prej hotela reči, pa sem čisto pozabila, kaj. Pozabila sem. Na katero temo se spomniš? Še vedno manifestacija, ampak še ena stvar, ki res se mi zdi ultra pomembna, ki pride do manifestacije, hvaležnost. Se pravi, kako boš dosegel še nekaj več, če nisi hvaležen za tisto, kar imaš. Dobesedno se zbudiš, lahko diham, sonce, kako amazing, kakšni naravi živimo v Sloveniji smo. Detajle, majhne stvari, a imaš oba starša živa, a veš, kako je to amazing,
da če se ti zjutraj zbudiš in si vzameš minuto, da razmišljaš o tem, kaj vse imaš, se ti v toliko vibracije dvigne, toliko več boš ta dan sposoben, toliko bolj boš hvaležen. Ne vem, včeraj sem berem neko knjigo in sem brala o enem, ki je mogel na operacijo, ne vem, kakšno bolezen je imel, in ko se je zbudil iz operacije, se je zbudil brez obeh rok in brez obeh nog. To si predstavljaj. In na njega to povozil, a je rato depresiven, a je umagal nad življenjem. Ne je tip je rato profesionalen wrestler, ne vem točen kako, nisem se poglabljala, ampak spet, če se ne moreš nek dan približno pobrati, ne rabiš biti vedno dobre volje, ampak se kakšnega takega primera lahko spomniš, veš dobesedno kaj vse imaš roke, imaš noge, imaš In če zdaj nimaš fucking perfect odskočne deske, ne znam več govoriti, odskočne deske, da ta dan rasturaš, kolikor je v tvoji moči, ne vem, a veš. Ja, to se 100% strinjam. Tak čist, ravno, če gledam, kako stranka vedela moj stavek, ki ga uporabim, ne, itak, vsakemu se kdaj ne da, pa si kdaj len, pa se ti ne da, ampak pa ko dejansko pomisliš, to, da jaz lahko grem na trening, to je taki privilegij, to, da sem jaz zdrava, da ne živim v, ne vem, Izraelu, da nisem tam, ko so zdaj vojne, da, ne vem, se lahko šolam, da lahko, ne vem, da imam dostop do interneta. Vse, kar mene zanima. Ali je to, če jaz hočem postati profesionalni kuhar, če jaz začnem danes, sem jaz lahko čez 1 leto profesionalni kuhar. Boljši, kot mogoče nekdo, ki se šola za to 4 leta, pa ni imel takega ognja v sebi, v duši, da si to želi. Ne? In dajte se ljudje tega zavedati, to se mi zdi res ful pomembno, da bilo kaj je, ali hočeš biti ti pianist, ali hočeš biti ti make-up artist, vse se da naučiti. Internet je zastonj. Internet je zastonj, že to je pol, če si zdrav. To je ful. In trening je privilegij, pa nasplošno. Ja, absolutno. Tudi zame ena mojih najljubših, niso to manifestacije, ampak afirmacije, te moje stavki zjutraj je en izmed najljubših. Priložnosti zame so neomejene. Što ne pomeni, da sem ne pomeni, da sem rojena z 200,000 evri v žepu in lahko začnem 3 nove biznise. Ne, to pomeni, da dobesedno jaz lahko zbildam karkoli hočem, če se tega lotam. A veš, vse je možno, isto, ki si ti zdaj govorila. Ne vem, zakaj še enkrat isto ponavljam, ampak tam mi ful všeč, priložnosti zame so neomejene. Imam roke, imam noge, diham, učim obe, vidim, slišim, naučim se lahko česarkoli. A ni to amazing ideja? Vse ti lahko rata. Vse, sam fucking glodce nečesa, nekaj izgovore iskati. Ko sem zdaj nares ne spomnila, eno vprašanje, koliko ti pomeni to, da si dobra oseba, da si dobra do ljudi? Ful. Če bi ti za nekdo rekel, da ti bi dal 200 na račun, da si slaba oseba. Za koliko časa? 5 minut? Ne vem, ne. Da veš, da si bila v preteklosti res ful slaba oseba. A da bi bila nazaj tista oseba? Mislim, ne, da sem bila, vedno sem hotela dober, ampak ne, ni šanse, ne, ker jaz tudi načeloma, kaj zase za naprej iščem neke biznise, ker si ful želim nekaj več ustvariti, kot da sem samo, ne vem, nek social media persona. Ful želim imeti nek svoj biznis in bolj, ko jaz tiste kroge rišem, kjer na sredini najdeš, kaj bi ti prinesel denar, kaj bi ljudem nekaj dal, kaj znam. Na sredini se vedno tika tisti, da jaz rabim nekaj ustvariti za ljudi, nekaj dobrega za ljudi, plus da bom služila. Tako da jaz brez tega ne morem, ne? Mislim, to bom mogla jaz ustvarjati še naprej, ker tudi zdaj mi največ pomeni, da mi nekdo napiše, da sem mu polepšala dan, ali pa da ga moj glas pomirja, ali pa da te videi ga srečujejo, da ko mi čaka petek. Veš, te stvari so meni najbolj pomembne, tako da ni denarja, da bi mi to preprečil, kvečem bi verjela, da bom jaz s tem enkrat služila v prihodnosti, da lahko še več dam. Redko, kdaj si napišem vprašanja, skoraj nikoli nimam pisanih vprašanj. Imam napisane ponavadi samo črtice, zato imam napisanih par vprašanj in en izmed teh je, kakšen vpliv ima interakcija s tvojimi sledilci na tvoje vsebine in na te? Ravno to, kar si zdaj rekla. Sledilci meni ogromno pišete idej in ful pogosto jih uporabim. Mogoče ne to, kot za YouTube video, ki res rabim take dolge, pa da me ful potegnejo, se pravi, ga moram sama najti, da sem ko me čakam, da o tem govorim. Ker se pa tiče za te TikTok krajše videe, ki je skoraj vsak dan kakšen, mi pa ekstremno pogosto pošljajo kaj in jaz naredim, ker hvala lepa, fulkrat mi rit rešijo.
Ne, se mi zdi, imaš splošno tak, veš, full pozitiven community, kar je full nice, sprašala sem te ravno prej za to, koliko ti to pomeni, ker se mi zdi ta nerealna predstava, ne vem, Andrew Tate, ono tisto, pač koliko imajo ti ljudje denarja, ravno mi je gaš pregovoril, da je dal, ne vem, Tate gor kao zapravi z mano, ne vem, 32 milijonov v enem dnevu in veš, on kar tak pride in so tam neki avti in mu tam oni vsi dilari za avto, ker jak ne prijema in kar se dotika in so taki, ja, boš to tega vozil, ne, on že 3 doma in pol se veš tako kupi en isti model, ko imaš že tak 2 ista doma in si pol tak, ok, ja, sej, ampak njega verjetno nič ne osrečuje v življenju, kaj lahko on še naredi, da bo bil on bolj srečen, je srečen, ali so pol samo neke substance zdrave, ki ga delajo srečne, je ta denar bil pridobljen na dober način, najverjetneje ne. Ne vem, jaz predvidevam, da tu vsi tudi, ko so res tisto filthy rich, ali je to res neka zapuščina, ne vem koliko stara, ali so zdrave, ne vem, neke droge, ali so zdrave neka prostitucija, neka preprodajanje, veš, take stvari. Ja. In boš tako, koliko si ti lahko miren v življenju. Ne vem, mene, če bi za nekdo vprašal, če bi prvo kot prvo bila tak fejst slavna, da jaz ne bi mogla iti po cesti, brez da me ne bi ljudje slikali. Ne vem, meni to... Odvisno, kaj mogoče bi nazaj dala skupnosti, če bi bilo vredno. Spet to. Zdaj upam, da ne boš cringeala ful. Jaz ti zdaj dala primer Taylor Swift. Jaz njo tako obožujem. Pač to njeno celo persono, ki je istočasno zame tako ideal tega, kako si lahko ultra dober človek in ultra bogat. Zdaj ta njen bogatstvo je meni tako ekstra, pa pač nikdar ne bi jaz rabila tega niti hotela, niti nič, ampak da si lahko istočasno toliko dober človek, toliko sreče ljudem preneseš, toliko ljubezni, až na teh njenih šovih, koliko je to lepih momentov, koliko je to srečnih punc in žensk, koliko je to neka lepa skupnost, veš, meni je ona na nek način inspiracija. Ne, da bi bila jaz pevka, ampak da bi bila jaz dober, bogat človek. Pa ne toliko bogat, ker ne vem, kaj znarjam in pa ful odgovornosti pa tega. Je pa še ena stvar, ki bi tle izpostavila, veš, fulkrat se obesimo na toliko ekstremno bogate ljudi, sploh v njenem primeru, ker ljudje pa hočejo, da istočasno svetnica, papež, da ne potuje po svetu, ker pline povzroča, da bi celo politiko rešila, da bi celo ekonomijo na svetu rešila. Pusti temu človeku, da dela, ker s tem dela čudeže že itak. Če bi se ona z vsemi drugimi stvarmi še ukvarjala, ker ljudje pričakujejo od nje, da bi bila popolna na tem, da ne leti z privat letalom, da ne dela kolone, ker pride s privat 5 avti, da ona ne bi bila to, kar je, ne bi prenesla toliko sreče, kar prenese, ne bi toliko izboljšala ekonomije, kot jo preneseš. Ljudje se obesijo na take ljudi, posameznike, da že toliko veliko prenesejo, da bi mogli še več, pa biti še bolj popolni. Pač dobesedno je sam človek, no, ne moreš vsega, ne moreš sveta rešiti. Pač probaš biti najboljša verzija. Ja, to sem zelo zaplavala. To se iskreno strinjam, zato ker recimo s koncerti, ne? Ok, ja, se ti plačaš karto njej, plačaš to, da je ona tam in plačaš to, da ti bivaš v nekem kraju, kjer ti plačaš, da ti tam spiš, da ti tam ješ in preneseš temu kraju ful. In jaz mislim, da sem sicer mnenja, da vsak, ki ima zadat, če da nekaj, ne vem, charity v nekaj, je to super, ne? Ampak ni to njihova odgovornost. Zdaj, veš koliko procentualno, ok, če zdaj jaz si zanačim recimo, kako je bilo vedano, veš koliko stane recimo Taylor Swift neka Toyota, pa ne vem, neki avto za 20 jurjev, veš koliko evrov to predstavlja njej v njeni denarnici, kot da bi jaz rekla v tvoji, ugibaj. 5 centov? Ne, mislim, da tak 30 evrov. Ja, ok. Kot tebi 30 evrov, tak procentualno. Wow. Pač si predstavljaš? Pač to je noro. Zanj sem slišala, ker tistih 5 milijonov donirala, da je to njej ne vem koliko. Ampak, glej, pač, ja, mislim, ja. Noro. Drugače, nisem tak full fan Taylor recimo, tak stara glasba mi je, ampak nove, tak, do neke mere sem tak človek, ko ne razumem točno tak hajpa z njo, tako da mi lahko razložiš tak, kaj ti recimo tak vidiš v njej. Mi pa grejo full na živce ljudje, ki naredijo celo svojo persono okoli tega, da nekoga ne marajo. Veš, imaš eno osebo, ki je tak, jaz ful ne maram Justina Biebera. In vsakeč, ko se ti spod to osebo pogovarjaš, to pove, jaz sem tak pač, okej. Pač kaj zdaj, jaz vzaj ne rečem, ne vem, jaz ne poslušam, ne vem, Metalike. Pač ja, okej, mislim, whatever, ne. In imaš pa veliko, pa so tak. Tako da jaz ne obsojam nobenega tu, nisem nek njen največji fan, niti iskreno nimam nekega čist favorite pevca, ko je bila crazy about it, ne. Tako da mi lahko ti poveš, recimo, kaj ti vidiš v njej, kot je tisto wow. Verjetno veliko stvari, pa jaz tudi čisto iskreno sem Swifti tako
kakšen let pa pol. Oziroma, odkar je ona šla v to turnejo, sem bila skozi, zakaj so vsi tako nori? Šele takrat sem začela to spremljati, ampak toliko spremljati, da zdaj mislim, da že vse vem. Pač, zdaj sem pa res v celem temu Swiftology svetu, tako da sem živ. Ampak ja, mene je preprosto ena energija potegnila, pač predvidevam, da je normalno, da ni za vsadzga, ampak ono enemu komadu ful dobro pove, ful dobro opiše sama sebe, kakor monster on the hill lurching towards your favorite city, pierced through the heart but never killed. Až pravno, predstavljam si sebe, ki sem bila tisti awkward otrok, veš, vedno mečkam prevelik, predebu, ful čustven, ampak preprost, nikdar izbran, oziroma vedno tisti ful enih failov ljubezni in fulkrat prezadet. In ona ima neskončno teh nekih kvotov in liriksov, ki jih poslušaš in se zliješ notri. Ne moreš verjeti, kako nekdo lahko tako profesionalno lepo opiše vsa čustva. To je ena stvar, pa pač kakšno srečo ona prinaša mladim ženskam, punčkam, puncam, tako generacij usrečuje na ta način. In ta njena iskrenost, koliko je še vedno dober človek, za kakšne stvari se bori, je meni tisto, ki me pač pogreje dušo, neko ne rečem. Nek skupek vsega tega, ne? Ja. Sem poslušala, ta zdaj je sicer nov album, pa mislim, ena kolegica je pač tudi full fan, mislim, dosti kolegice full fan. Ja. In ja, tudi dosti ga to objavite, kaj tebe brco? Ja, skozi. Sorry, jaz mislim skozi, da je, veš, kaj je tudi steber. Tako veš, ko so neka besedila, mislim, da je v neki Small Man, Smallest man who ever lived. ja, to. Ta je bolan. Ja, na to pesem ravno in bolj veš je neki situationship in je ful se Ja. pač poistovetijo. Ja. Tako da ja, sem pa videla, ko so se ene maskirale v nekaj iz njene pesmi in potem so se slikale z njo. To pa ne vem. Točno v kaj. Ampak ja, ti ful so znani njeni bridži oziroma mostovi v njenih pesmih, ki so prav narejeni tako, da se dereš z njo skup in takrat pač jaz sem bila na koncertu in se je cel stadion tresel takrat. Nje ne slišiš, ampak meni je bilo vse, ker priješ tja dobesedno na terapijo. Ne prideš na, ne vem, njo poslušati sploh konc koncev. Vse jo ne slišiš prek ljudi, ampak pač pravno, ko se dereš ta besedila, ker čisto vsaka ženska je to doživela enkrat do 5krat v življenju, a veš, je res amazing. Ti znam predstavljati. Iskreno več komaj. Jaz bi rada recimo šla na koncert od Billy, pa od Ariane recimo. Mogoče tudi na Taylor daj, you never know. Adele se ful hoteli, ampak zdaj ba je ne bo več imela. I don't know, to bi ful šla. Tam še 8krat, mislim, da je 6krat. Moram pogledati. Od Taylor. A ja, v tej, Ja, so po ta moje Eras razprodali Tour. že kar dal. Ja, itak. No, valjda. Tako da to še imam po moje čas par let, če bo. Ampak recimo, po moje tak, največja frekvenca, ki sem slišala, je bilo, ko so bili na tekmi, ko je pač bil Sibam, ne vem, če poznaš pač kaj bodybuilding svet. Poznaš? Vem, da obstaja. Ja, ok, Christian Bumstead in zdaj kao bil na tej tekmi in pač jaz nisem vedela, če mi bo ušesa odpadla, ker to so ljudje cvilili. Ja. Predstavljaš si celo dvorano ljudi, kak cvili in kriči. In jaz bila tak, Ne wow. slišiš, sem pi. Ja, Ja, in ja. pa sem tak, veš, tako ko po res enem heavy setu, ko sem tak, čakaj, malo sem gluha, na mi ljudi govori, ker se mi pritisnili. Ja. In je bilo ful noro. Tako se mi zdi, pač to da čustva, ki te oblijajo, ne? In na takih koncertih in na takih stvarih je pač crazy. Tako da, ok, bi rekla, da je to ravno tvoja najljubša pevka. Ja, absolutno. Kaj še rada poslušati glasbe? Iskreno ful. Jaz nisem fan ničesar in nikogar, tako kot ti najbrž ne, a veš, ko si prej rekla, ampak ona mi zdaj ponovim. Imagine Dragons je tako edina še skupina, da bi šla res veselem 5. Časem Eminema, Billy, kaj sem pa tja. Ker se po radiju vrti, kakšne slovenske z veselem, to zdaj ful weird, ne vem, kakšen Istok Mlaka, Radi Smolaru, ne res stari slovenski pevci, solisti, pač take ful random muske. Nič ko, no. Noben drug mi ni več, wow. Pa posluša? Zdaj preden lahko Han pokaže, da ima identično Han. A ja, v bistvu niso enaki, moji so manjši, tvoji so večji. Ja, malo. Mislim, da ima prav identične. Ja. Maš i tak mali obrazek. Kdo? Ti, samo tako. Ja, nimam. Kaj s tabo? Glej se v špegu in si govor, lepo ozek obrazek. Ne, lepši ozek obrazek. Ne, pa meni je vseeno. Jaz se zavedam, da ko sem v sezoni je malo bolj chunky, ko sem v tome bolj in... Polno proteinov. Ja, pač I'm okay with that. Veš, to se mi zdi ful pomembno. To je ful dobro, ker tudi lepo predstaviš to na storijih, tako res jasno poveš, da je logično, ne pride ena
nagrade en rezultat, če ne delaš tega, veš, zakaj to delaš in to je to. Najboljši so tipi, ki se oglasijo se veš, a moj bog, zdaj pa nisi več kul, That's not the point, you idiot. Se veš, kaj mislim. Ja. Če si še mislila, kaj povedati glede? Ok, lahko zdaj gremo na to, evo, let's go. Ja, ful se mi zdi tudi pomembno ravno to, ampak spet, to je ena taka tema, o kateri se s kolegico ful pogovarjamo, da ne vem, ne morem reči, ker imam fanta že 3 leta pa pol, ampak ne vem, mogoče veš, če je bila samska, bi probala zakrit v sezoni neke svoje dele, ne bi naredila onega videa, ko sem ga naredila, ko pokažem svoj trebuh, pa sem tak, to je off sezona, to je normalno, mogoče ne bi, ne vem, ker spet vse, kar je okoli tebe, vsi ljudje, ki te obkrožajo, delajo tebe, ne? Ne vem, mogoče je bila drugačna, ampak se mi zdi ful pomembno, da dam vedeti, ker pač jaz sem v tem športu, ne? Ljudje mene poznajo kot ona je v tem športu, ne? In je čisto logično, da ti ne zgledaš skozi isto v tem športu, ne? Je pa ful težko za ljudi, ki pridejo k meni, pa delamo skupaj, da jim ti dopoveš, da ne moš biti skozi tak, pa ne moš biti skozi tak, lahko držiš neko linijo, ne? Tudi ti si omenila, da si kot otrok bila močnejša. Ja. Ok. Kak si takrat to dojemala? Zdaj sem od neke krmec poslušala, ko podobne stvari je povedala. Da sem res verjetno še mlajš. Ona je rekla, da je prišla k Foxicam, so ji to rekli, da je, ne vem, debela in ne vem kaj vse. Pri meni pa že prej sta mi starša. Veš, meni je mami, ne vem, je imela neko idejo, da bi jaz mogla biti, se pravim, ful pametna uličnakinja, pa drobna punčka, ki se bi v roza oblačila, da bi bila pač perfekta, ne? In mi direkt rekli, da sem debela in ne neham jest. In ne izhujšam in lalala. Vem, da jo je fotor kdaj takrat malo umiril, kao nehi, sej mi smo imeli tudi debele punce v razredu, pa so bile ful v redu, pa smo jih imeli radi vseeno, veš, take fore. Tako da ja, od takrat sem valjda nosila s sabo to. Verjetno še zdaj, až po čem to sklepam, tako ka jaz sem zdaj dejan sebi všeč, tako sem se ful sprijaznila sama s sabo, s hrano, tako zdravo živim, skrbim zase, nisem jezna nase, ne sovražim se, ampak še vedno, če bi zdaj jaz dobila moškega, ki bi imel, ne vem, toliko kilka jaz, ali pa da bi bil bolj suh, ni ono, da mi ni privlačen, recimo, ampak ne bi skoraj mogla biti z njemu, ker bi se jaz počutila preveliko. A veš, kaj mislim? A si ti kdaj tako počutiš? Jaz za sebe vedno vem, da pač jaz ne bi mogla imeti moškega, ki se pač res nočem, da bi zdaj kateri fantje, ki to poslušajo, pa so ali nižji po velikosti, ali so bolj drobčkeni, pa se borijo pa s tem, da bi pridobili težo, res te močno mega užaliti zgolj moje mnenje, ampak pač jaz se ne bi počutila ob suhcenem fantu varno, jaz se ne bi počutila tako se počutim recimo ob Gašperu. Koliko je on visok? 183 ali 184, ampak pač jaz pač moram imeti 100 kila gorila poleg sebe, ne vem. Razumem ja, pač veš, in lifestyle in vse to, ampak ja, te pač čisto razumem, ker tudi jaz sem bila kot manjša malo bolj čabi v določenem obdobju svojega življenja, ampak nisem bila nikoli, da bi bila pač debela, ne. In ja, te čisto štekam, tisto, ko si rekla za mamo, me je ful, ti si povedala se tak joki, ampak ne vem, mene ful me je hitnilo, ne vem, mene je mama enkrat v življenju rekla, pa še to vem, da sem se takrat zdaj jaz ne samo zavedala, mi je ful tak nares tak subtilni način povedala, da sem dobila malo celulita po riti, pa da je fajn, da začnem malo bolj začeti zdravo jesti, ampak ni, veš, ona je pač vedno vse povedala na lep način, nikoli ni nič omejevala, nikoli mi ni hrane omejevala, vedno hočeš to, ni panike, hočeš to in sem tudi vedela, da to misli, zato ker me ima ful rada, ampak pač jaz se skrivam, če je meni mama rekla, da sem debela in na neham jesti, jaz bi, ne vem, meni gre na jok, meni je to grozno. Ajoj, mislim, se pravim, to je ena izmed teh stvari pri nas, ki je bilo veliko teh grdih stvari rečenih tekom mojega otroštva. Tudi učenje doma je bil stresen, pač moji zvezki so bili krvavi, mokri od solz, ker so me zmerjali zraven, veš, pač, ampak za njih je bilo to, tudi oni so verjetno imeli toliko strogo vzgojo, da se njim to zdaj edina smiselna stvar, da je treba s toliko trdo roko, to kruto, to grobo, ne. Tako da popolnoma jim odpustim, pa sploh ni panike, hvaležna sem za vse, ampak ja, jaz je pa veliko nekih ran mi povzročal, ja, absolutno. Jaz bi tudi rada še za nazaj rekla, da naj moški šut na tin ruk sem bila jaz nekaj časa, ko se ful sekirajo, če ženske želimo, da imajo določeno velikost ali pa se počutijo, da morajo lagati o tem. Res, po mojem, večini žensk ne mislimo, da je to nek ideal in da pač taki morate biti, ampak preprosto se boljš počutimo, če smo nekako manjše. Tako, nižje,
ože, kakorkoli že. Vsaj, ne vse, ampak pogosto. Tako da jaz fulkrat moškim probam povedati, da ne gre za, mislim, gre za to, kako se jaz ob te počutim, ne da je s tabo kaj narobe. A veš, zanimiv je ta aspekt. Ja, se strinjam. Se mi zdi, da je to tudi lahko fulena rana za pač moške, ker jaz mislim, da si vsak lahko najde nekoga za sebe, ne glede na to, kakšen je. Definitivno ene stvari ne podpiram in to je nezdrav način življenja. Imaš ljudi, ki so močnejši, pa veš, da trenirajo, si radi privoščijo dobro hrano, pazijo, da sem tako rekla, ampak pač ja, žal mi je, da moram več pazijo, zato ker žal mi je, da dan danes pomeni to, da ti zdravo ješ, to, da ti dietiraš, da je bolj normalno, da greš ti 2-krat na dan v Meka, kot da si v svoji posodici prineseš, ne vem, testenine s piščancem, pač žal. No, hodila sem povedati, da ne podpiram pa nekega promoviranja slabega načina življenja, torej tega, da ti delaš, priješ domov, ležiš na kavču, ješ čips, nimaš energije za sprehod, to ni normalno. Pač to, da ti nimaš energije, da greš enkrat na dan za 30 minut na sprehod, pač pojdi zdravniku, pojdi si preveriti kri, pač to ni normalno, žal. Ne? In da sem sicer malo zaplavala, pa govorila smo se o moških, ne? Ne hočem to res razložiti, ker se mi zdi, da pač to je tak svetovni problem dan danes. Ne? In tako se ženske, tako, pač to, da se ljudje ne gibajo, to, da ljudje ne skrbijo za sebe, ampak nasplošno, skrbijo za sebe tak, pa tudi recimo za moške, se mi zdi, če se ti ne počutiš v svojem telesu, vedno lahko nekaj narediš za sebe, se boš ti boljše počutil in vedno lahko ti najdeš nekoga za sebe, nekoga, ki ti bo ustrezal, ne? Sigurno imaš ogromno takih, ko pa je ženska močnejše postave, pa z namenom jo privlači fant, ki je suhcen, pa suhcenega fanta z namenom privlači širša ženska. Ne? Ampak to je zgolj, kako se recimo jaz počutim, pa pač ti se očitno enako počutiš iz vidika, kako gledaš na drug spol. Ne? Recimo, da je to procentualno malo večji sistem, tako kot se mi dve počutva, pa pač normalno za vsakega se nekaj najde. Če obstajajo dejansko fetiši, kjer drobni moški ali ne vem, poprečni moški sanjarijo o tem, da lahko žensko, ki ima žitek 100 kil preveč do smrti skoraj futrajo. To so fetiši, to veš. Nažalost, ja. No, glavnem, za vsakega se kaj najde. Hodila sem te vprašati, če ful bolj stvari o true crime, ampak smo zdaj šle v sej ni treba, to v vseh podcastih govorim. Danes je bilo ful zanimivo. Ne, to te bom vprašala, zato ker je to meni ful zanimivo, ker to je moja gigantska strast, res. Sicer zdaj že moram priznati, imam tako natrpane stvari, da redko da najdem čas, ampak če kaj pogledam definitivno to, pa to te šorte na recimo TikToku. Povej mi, ponavadi poveš true crime bolj površinsko, tako tu smo bolj globoko v vseh temah, zdaj povej mi, kjer je true crime, ko si ga delala, ti prvi pade na pamet? JonBenet Ramsey. Lahko ga kar poveš. Ja, ampak detajlov se zdaj ne bom več spomnila. To je bila ena majhna punčka, mislim, ne vem, spoh je to Amerika ali Anglija, zelo bogate družine, ki so prišli, mislim, da je bil celo božičen, predbožičen večer, nekaj decembra in to noč, čez noč je potem ta majhna punčka, mislim, da je bila 4 leta stara, je v tej hiši tudi bila umorjena, v kleti so jo najdel. In v tej hiši so najdel tudi ransom note, oziroma to pismo, kao, to pa to zahtevamo, da pač ne vem, kaj sploh glede na to, da je bila tako že mrtva. V glavnem je najbolj teh bizarnih nerešenih primerov, ker vsi dokazi nekaj tle, nič ne gre skupaj, veš, prosto lahko mozgaš v nedogled, kot Madeleine McCann varianta, pač še vedno ni rešeno in je pač ful zanimiv za pogledati. Gledala sem tisto o tisti Hello Kitty. Si delala ti to? Ja, ki je bila v tisti vreči. To sem gledala. Oh my god. Čakaj, kaj je bilo to, ko so neko žensko dali v Hello Kitty, ali moškega? 5 let nazaj, ne, ženska je bila. V Hello Kitty ta kostum, neka pošter odeja, ne vem kaj, sploh bila temno zatlačena, ja. To je bilo res tako dolgo nazaj, ni šans, da se spomnim detajlov. Mislim, da ni bilo tako dolgo. Sure, jaz mislim, da je bilo tako 1 leto nazaj. Ne. Je bilo dlje? 3-4 leta zihar. Oh shit. Se ne 5. Ja. Kje najdeš vse te zgodbe? Ja, se pravim, kakšne mi sledilci pošljajo, kakšne imam že ful dolgo v glavi in vem, da jih hočem narediti. Moja najljubša true crime punca je Bella Fiori od štarta. Še vedno njo najlažje poslušam, čeprav ima ful malo slik in
pop-up stvari v videu, pač njo poslušati mi je najlepš, govori ful lepo angleščino, ful je cute. Ali pa na drugih kanalih najdem, kakšna Bailey Sirian, ne vem, če jih kaj poznaš, ful je tega in pol nekako skup namečem članke različne in z vsakega kaj potegnem, pa pogosto grem tudi čez kakšen ta true crime video in ga samo pretipkujem po svoje. In zmečem nekako vse skupaj, ko hočem reči. Nek kombinacija člankov in tistega videa, ki sem ga gledala, dokumentarci, v bistvu sem tipkam vmes, ker se spomnim in to je vse ful nametanje na kratcan. To pri meni ni uno. Če bi nekdo drug probal to povedati, kot jaz povem, ni šans. Jaz pač vem, kaj sem hotela reči, noben drug ne bi znal tega brati. To je tako kot zdravniška pisava, pač crazy. Mislim, natipkano, ampak ko mi kdo reče, kaj mi lahko pošlješ ta scenarij, bom imel za šolo, jaz nima smisla, pač ne boš vedel, kaj piše. Grozen zgleda. Ja, ker si verjetno veš, ti napišeš neke oporne točke, ne? Meni tako pri meni verjetno nekdo veš, nija pojma kaj, ko, ne vem, pišem oporne točke, kako hočem nekoga vprašati in bo tako kar nekaj, kaj si mislila s tem reči. Ti je, ker je true crime bil tak, da si razmišljala še o njemu tako ful dolgo, da ti je res tak? Ja, točno ta na začetku, JonBenet Ramsey nisem mogla živeti, dokler nisem vsem ljudem povedala za ta primer in sem razlagala, kaj je bilo in pač ne mi povejo, kaj mislili, da se je zgodilo. In kako so reagirali? Ja, valjda nobeno drugemu ni bilo toliko amazing, ampak še vedno so bili tako, zanimivo. Jaz sem ful vesela sam, da mi je bilo zanimivo. Tako da zdaj se umirjam počas, ampak še zmer kdaj kakšen se pojav, ko sem krivno, wow, ko mi čakam, da ga povem. In lih ta zdaj nog sem ga naredila o Annie Kasprek, sploh ne vem kako, ful ma čuden priimk, ampak isto en izmed teh, ki ga je bilo res dobro obdelati. Se boš gledala verjetno. Mislim, poslušala. Jaz sem začela zdaj fokus zgubljati, ali enkaj zdaj šla. Ne, vrijo je. Sej danes iskreno že kar pozno. To bi rada. To sem pa si v glavi rekla, da te bom vprašala in ponovadi pozabim, samo se zdaj spomnila. PDD. Dava to. To se mi zdi, ful dosti ljudi zanima. In jaz samo upam, da bo... Až ko je mene strah? Jaz mislim, da... Jaz sem se obračala za stolom. Jaz mislim, da ima on ful scary zaveznika v Trumpu. Okay. In glede na to, da bo Trump verjeten imel zdaj tudi veze, koga bo dal na sodišče, pa koga bo odstranil iz sodišča, se mi zdi ful nevarno, da ne bo dobil kazni, kakor bi jo mogel dobiti in da se stvari ne bojo odvijale naprej, ker če je Trump itak zraven vpleten in bil na žurkah in da se mu splača to prikriti, bo pač prikril. A veš, to mi je zdaj najbolj moteča stvar, iskreno. To mi je trenutno najbolj zaskrbljujoče. Da ima to malo razšleniti. Torej, vem, da si dela video na to temo, ampak zdi se, ko ne vejo, lahko poveš zgodbo, po moje boš ti najbolj povedala. Jaz vem, tiste bolj odseke, kaj je bilo za baby oil, spolno tisto, ti si verjetno se bolj poglobila v to. Skratka, PDD kot hollywoodski mogotec, kot kaj sem producent in ne vem, kaj vse on je po vsej verjetnosti, to je že zelo javno in uradno, je imel v svojih mega hišah, graščinah določene žurke, rekli se jim je white parties, oziroma to je bil prvi del žurk ponovati in potem v drugem delu žurk so šli noter, takrat so šli tisti bolj nedolžni domov in otroci domov, kot tudi otroci so bili na teh white partijih. In potem so se začele verjetno razne hude droge, ki jih večinoma mi po mojem sploh ne poznamo. In ker so bili tam spet te hollywoodske zvezde, so verjetno se prižgale kamere in te zvezde so bile pod drogami in so jih snemali, kaj so z njimi počeli, razne spolne akte itd. In jih ne vem kako maltretirali. In ja, pač PDD je bil po moje, nam rekla vodja tega ringa, se mi zdi, da jih je še veliko nad njemu. Jaz iskreno mislim, da je Jay-Z in Beyoncé, da sta nekje najbolj na vrhu te piramide, ne vem, kdo bi lahko bil še višji. Podoben, kaj je bil on, kaj je imel svoj otok, kaj je bil že tista... Kaj je že on tip? Vem, približno samo se Se ni važen. V glavnem, vse to, kar se tiče sex traffickinga, to je po mojem zelo resnična stvar tam. In ja, in PDD je bil končno pred zaradi tega in šel na sodišče in zdaj se to odvija. Mi pač tam kamer ni na sodišče, da bi videli, kaj se dogaja, ampak se pravim, glede na to, da mislim, da je Trump tudi povezan in v njegovih krogih in je ful zdaj močen, ker je predsednik Amerike, me je strah, da da bo preveč lahko čez prišel Didi. Je pa tudi ta dark plat Hollywooda, Illuminati, če me ne vprašaš, to je vse ta krep. Misliš, verjameš to?
Ja, zaradi tega, ja, verjamem. Mislim, čist iskreno, to zdaj detajle ne morem iti, ker zanj sem bila pa eni kozmetičarki, ki je dejansko živela nekaj časa tam, ker je bila povezana z enim iz teh ljudi in je tudi bila na White Partyju. Spet detajle ne morem govoriti, ker se niti mi dve tako dobro ne poznava, ampak je vse to potrdila. Tudi njo so hoteli v to spraviti. In tudi, če ti gledaš, recimo Jay-Z pa Beyoncé, meni sta ona dva najbolj moteča tlek. Ona je dejansko prišla na oder in kazala vse možne znake iluminatov. Dobesedno skrivala en uč, delala to, ker je ta njihov trikotnik, ne vem kako tako se naredi. Dejansko imate to na albumih kot tisto glavno stvar. Vse znake, ki jih kažete od sebe, so sami iluminati. Še to prvno, na Gravžnom je, kako tega sploh ne skrivajo. Ko je to ena izmed njihov hakelcev, je to, da na očeh je, ampak kao skrito, ne? S tem kažejo moč na nek način in ja, absolutno verjamem. Ti verjameš? Veš, se mi zdi, da je to, ne vem, meni je to tako predaleč, da bi bilo blizu, če razumeš, predaleč, da bi vplivalo na moje življenje. In gledam, vidim vse, kaj se dogaja. Po eni strani ne vem, če se mi zdi prav, da pol tam objavljajo pa razčlenjujejo pesmi od Justina Biebera pa Yummy, pa da je potem tam neka bila v rdečem kostumu violinistka, pa da je pol tisti rdeči kostum čez stol ležal, pa da na koncu bil Justin Bieber, pa da so ga pol pojedli. Ne vem. Veš, ja, vsi so bili žrtve, ampak ne vem, če se mi zdi prav, da se to, ker ena ženska je ful lepo povedala, da naj sam pustijo stvari, ker verjetno so tudi bile žrtve, ki jim je to bilo hudo ne prenašati. Ja, in potem ne veš, če se na o tem govori, ali ne. Ja. Ali pač veš, se mi zdi, da nikoli ne moreš vedeti, pač, kaj je bilo, ker nisi bil tam, verjetno tisti žrtvam, ki so bile tam, je bilo ful hudo. Ja. Ne? Pa si ne znam predstavljati sploh, kdo je vse v Illuminatih, kaj se bi vse lahko tu dogajalo. Sej to, ja, mislim, tisti, ki so itak to včasno zven nekaj kažejo, ker to je njim point, da se pokažejo na prikrit način. Je pa res, tukaj si izpostavlja, da žrtve verjetno so že takle toliko trpele, če so bile dejansko spolno zlorabljene in da je to posnet in koliko se morajo zdaj tresti, da to pride ven ali ne. Valjda mi kot ljudje je zdaj fair odnos, da ne želimo, da te posnetki dejansko pridejo ven, da si ne bi želeli vedeti točno, kdo je na teh posnetkih, kdo je bil žrtev, kdo je dejansko trpel to travmo. Ne? Jaz tudi nočem detajlov vedeti, sem pač rada bi, da Didi na sodišču pač dobi primerno kazen. Oziroma vsi, ki so pač upleteni, veš, da se spucajo z Hollywooda, ker zaradi tega bi bil svet verjetno ful lepši. In kaj misliš, da bo se zgodilo z Beyoncé? Se bojim, da njej že ful zelo uspešno rešuje urit, a veš, kaj je šla za Kamalo. Si videla to? Ja, in da je bila plačana, ne vem, več kot 10 milijonov ali nekaj takega za njo. Ja, si to mi je, ker nje pomaž zelo že ful lepo uspešno pucajo imet, koliko se vedno zvleče ven, ampak jaz se pravim, meni sta Jay-Z pa Beyoncé najbolj. Ena je ravno objavljala, zdaj pa se ne mogla spomniti imena, tak mi je Candice, vem kjera, ja, ona črnka. Je ravno včeraj sem ga njem video, ko je objavila, da je ona pač naredila video ravno to temo, ne, da je kao bi naj Kamala dala, ne vem, več kot 10 milijonov Beyoncé, da je promovirala nekaj tega. In je mama od Beyoncé vse to te kontaktirala Zuckerberga, pa to te, da so samo njen post, ker je ona rekla pač allegedly, pač naj bi bilo tako, ne, da bi naj to pač bilo res, ker so vsi reporterji, vsi so pač to objavili. Ne. In samo njen post je bil označen kot false information, ker je mama od Beyoncé kontaktirala dejansko Zuckerberga, da to zbriša. Meni je to pač crazy. Ja, mislim, se pravim, jaz ne vem, od teh dveh reči. Ne vem, jaz niti nisem nikoli poslušala, nikoli gledala teh stvari, si bila za koga šokirana, da je bil v tem krogu. Kaj je problem? To ni sploh krog, to je. Ta lista, ki je zdaj ven prišla, to so vsem ljudje, ki so bili na belih zabavah. Bele zabave se pravi, do določene ure so bile pusi navadna zabava. To ni nujno, da so te ljudje kaj tacga počeli. Poj kasneje, določene žrtve so oni itak zbrala, veš, in tudi če gledaš bivše partnerke od tega Didija, kako saj mati njegovih otrok je ful nenavadno umrla, pa tista Alija, pa Tupac itd. So vsi ful nekako povezani med sabo, ful so čudne smrti, ful so nesmiselne smrti, a ne? In vse žrtvi so oni tako jih zbirali in so pač, ne vem, Rihanna tudi je bila ba je ful stisnjena v kot, pri Jay-Zju je mogla določene stvari podpisati, če ne bi pač kao letela čez okno hotela.
vse to, a ne. Se pravi, Bela zabava ni bila nič takega, pa kasneje so pa določene, po moje, zadrugirali in pač ne vem, kaj z njimi počeli. Za Liama si zdaj raziskovala, kaj je bilo? Liam? Ja, za One Direction. Mečkam sem, ampak te stvari, ko se še odvijajo in zdaj vem, da so določeni ljudje v zvezi z njegovo smrtjo bili prijeti, a ne. Jaz vidim, ko se to odvija, mečkam pustim primir, dokler ni spet kakšen breakthrough, da govorim o tem. Veš, ker če poročam vsak detajl, nima toliko smisla, po mojem. Tako da ne vem, a so bili prijeti zaradi tega, ker so mu droge prodali ali kaj drugega, ne vem. Lahko da je bilo kaj shady, ne vem. Si videla, kaj bi se ne zgodilo? Ja, mislim, da je padel čez tretjega nadstropja hotela je bil nek v Mehiki. Ja. Opela. Ja, in zdaj to ono vprašanje, ali je bilo nekaj bolj temačnega vzad, ali pač samo droge, ali pa slabo psihično stanje. Ja. Ne vem. Ne upam še trditi, ker trenutno ne spremljam več tega. Jaz sem tudi gledala, zdaj ko so davali gor, da pač naj ne grejo na njegov pogreb. Meni je to tudi tako čisto. Kaj naj? Da pač naj ljudje ne hodijo na njegov pogreb, zato ker so neki je slajdnilo ven, kje bo njegov pogreb. Ja. In pač mene je noro, si veš, pač on je vseeno bil sin, on je bil oče, on je bil, ne vem, partner, ne. In da zdaj, ne vem, si predstavljaš, tvoj partner umre ali pa oče, pa bilo kaj in tam se pojavijo na pogrebu neki fani in pač to je meni tako nespoštljivo, tako da iskreno upam, da ne. Sorry, ki te kar prekinem. Ogromen security bo mogel biti, ne, da se to ustavi, ker je res žalostno. Predstavljaj si, da je en še zmer tako steče čez zid, mi tam tako preskočiti, pa kar zlaufati. Ja, to bi bilo res žalostno, ja, pač bad. To si znam predstavljati. Delaš pa zdaj tudi, bereš zgodbe, ne, ko ti pišejo ljudje? Scary stories. To sem včasih ful več, zdaj sem se malo stavila, zdaj je Zala, ASMR dela je začela jih brati na TikToku, tako da ti se je ful simpatično. Jaz jih pa zdaj že kar dolgo nisem. Zakaj pa ne? Pa ne vem, nekako čakam, da se naberejo in ful kvalitetne hočem, a veš, ono res, da je dolga pa dobra in kakšni mlajši kdaj napišejo, ki se prav vice, da je izmišljeno, da je par stavkov na metu. In takih pa ne grem brati, mora biti res dobra, da vidim, da je nekdo to doživel in da ga je bilo strah, pa da ni iz creepypaste vzeta. Pa si kateri res verjela do zdaj? Kaj če? Če si kateri do zdaj res verjela zgodbi? Ja, itak, prekašnih, mislim, ne da zihar vem, da je res, ampak se zveni res, ja. Se spomniš, kjera? Moj spomin, da je nekaj. Ok, gremo zdaj še na tvoj plat, torej dejansko vir zaslužka, s čim se ukvarjaš, torej je influencerstvo tvoj edini vir zaslužka trenutno? Dobro vprašanje, influencerstvo. Ja, se pravi, na Instagramu itak je moj služenje, ko sodelujem s podjetji, se pravi, ko me plačajo za reklamo, ker se trudim, da je čim manj, ampak je. Na TikToku isto, ko pač pride na vrsto TikTok, kjer me kakšno podjetje plača za reklamo, spet istočasno se trudim, da je vmes čim več pure contenta, kjer je sam scary stuff. Potem na TikToku tudi jaz igram v TikTok profilih raznih podjetij. Mislim, da jih je trenutno 5. Plis ne mi reči, da jih neštejem, ker bom zih 3 pozabila. Nima nekaj ne rabiš. To so bolj smešni videi, pa tako promocijski, kakorkoli že. Tako da to tudi ogromno časa vzame, ker že to pomeni nekih 5 snemalnih dni na mesec zihar, ker je praktično cel teden. Pol pa tudi na YouTubeu, pa spet, ko pride kakšna reklama vmes, da jo pač umestim. Od YouTubea pa valjda plačam, tako kot tudi ti, verjetno monetizacija, se pravi od reklam, ki jih pa jaz ful poskušam, da čim manj noter, ker drugače ljudje sploh nočejo videa gledati, se veš, kako je. Od tega je kvaj tistih, ne vem, koliko imaš ti, jaz imam nekih zdaj po 300 do 350 evrov na mesec od tega. To je tako bolj za okras. Ja, to je pač to, da imaš nekaj, ne. In verjetno si, tako si premenila, vedno, ko iščeš, kaj bi rada dala, ko zbiraš, ko torej rišeš kroge, se vedno notri najde nekaj, kaj bi rada dala ljudem. Ja. Si želiš narediti kaj svojega, razvijaš trenutno kaj svojega? Ne znam ti povedati, koliko se trudim s to idejo. Mogoče sem preveč perfekcionist, pa hočem neko wow idejo in da bi kar s prve vse uspeli in da bo amazing. Torej se že 5 let po mojem mučem, kaj bi bilo dosti dobro, da dam ven, pa da ni kar neki, pa da ni iz Kitajske, pa da ljudem dejansko neki da. Ful se mučem s tem. Pravno zvečer tako razmišljam, manifestiram in razmišljam, kaj bi bilo dosti dobro. Groza. Tako da ja, se borim s to idejo. Včeraj sem dobila eno idejo, pa verjetno spet ne bo dosti dobra, ampak ja. Se mi zdi, da je trg že tako nasičen, da je tako težko si
nekaj zmisliti, kar ni samo potrošništvo, kar ni samo Ja, kupite točno to. šalčke, Točno kjer piše to. gor Alien Mama. Točno Recimo, to je ne. zelo simpel in verjetno bi nekaj zaslužila, ampak jaz hočem nekaj, kar bom čutila, da ljudje hočejo imeti in rabijo imeti. A veš, ne da jim tišim, hočem, da to stvar rabijo, da jim izboljša life. Da si sami želijo, ja, pa da jim bo nekaj dala, da ne bo tam stala na polici. Ne. To hočem, ne. In je ful, ja, zajeban. Ne, imaš čas, kak si rekla? Quote? Priložnosti je Zame so neomejeno. neomejene. Ja, ja. Kak si prišla do tega imena? Alien Mama. Yes. Ma nisem toliko spet razmišljala, ampak se pravim, ful smo že govorili o tem, da sem se počutila malo odpadnika in malo weird in awkward in vse to. To je bila zgodba mojega življenja, vse do, ne vem, faksa. In z drugo besedo alien. In potem sem se počutila, da drugi, če gledajo ta moj kanal in so jim čudne stvari všeč, so verjetno tudi pogosto alieni, taki malo čudni. Tako da nikoli nisem s tem mislila extraterrestrials, ampak pač vse nas, ki se počutimo malo weird. Samo to. Se še zdaj počutiš tak, kdaj? V bistvu ne. Tudi pred sem sprijaznjena sama sabo, pa domača v svoji koži, da tudi če se kdaj počutim awkward, ne bom zaradi tega 3 ure overtinkala, kaj sem rekla, ampak cute, Alenka, sej cool, iz bedari se učimo, ful si cute, gremo dalje. A veš, ne bom se sekirala več. Pa si kdaj pojasnila to ljudem, pač ime? Ja, ogromenkrat. Ja? Ja, to vprašanje je vedno na vseh intervjujih, podcastih. Okay. Ne, iskreno še ga nisem zasledila, tako da zato vprašam. No. Mislim, nisem vedela, zakaj točno pač je to ime. Ja. Tako da ja. Ja. Kje recimo se vidiš v prihodnosti? Se še vidiš kot ustvarjalka vsebin, ti je kdaj too much, da razmišljaš, da ne vem, se umakneš nekaj časa ali ful uživaš tem? Danes sem bila v semaforju, ko sem pomislila, to, kar mene zdaj biznis zanima in da jaz hočem nekako investirati in začeti nek nov čist red biznis in nekako videti, kaj zmorem. Čeprav še nisem skoraj nič probala, ampak hočem. Sem razmišljala, ampak kako sem jaz počutila, če nam več video snemala, če nam več na social media in me kar zaboleli in sem tako. Tako da je velika verjetnost, da bom hotela to obdržati ali pa vsaj te true crime naprej nekako vzdrževati. Ali pa če bom imela ful dobro denarno podlago, da se spravlja v nek full hood studio in tako da z gosti obdeluješ kakšne true crime, ki je bolj tako, da na višjem nivoju, veš. Ravno to sem se pomislila, da je bilo fajn, da bi imela dejansko neke, veš, session ali pa neke seanse ali pa nekaj takega, kjer bi pač obdelovala ta true crime. Ja. To bi bilo moj sik. Da ne vem, live true crime z Alenko. Live true crime. Kar uživo tam en umor zagrešila. Ne, pa nisem mislila. Kat. Ne, nisem mislila, da ga, ampak to je bilo po moje full nice. Si razmišljala dejansko, da bi kaj takega naredila, bi ti bilo prijetno pred ljudmi ali si rajši za kamero? Jaz sem prav pred ljudmi. Ja, pač dejansko živo predavati. Jaz sem na Pop TV-ju delala, sem bila kot reporterka na Masterchefu in takrat sem tudi delala audicije, da bi imela oddajo. In bi mi bilo to super takrat. Zdaj, če bi imela še enkrat priložnost, ne vem, če bi šla, razen če bi mi res ponudili v smislu, da imam neke zločine, až tekaš točno to, kar delam, da bi šla nekaj tretjega, zdaj novice vadati ali nekaj, sploh ne vem, če bi šla. Tako da ja, vse to bi probala, sploh če je manj ljudi, da ni reh, tako jih 1000, veš, ni panike po moje. Bi se navadila, tako sem se pred kamero. Ampak trenutno sem ful rajš pred kamero, ja, ker imam neko tremo tako pred ljudmi. Pak jaz mislim, da bi se tako se recimo zdaj podcasti prenesli na televizijo, ne? Da bi se tudi to lahko, veš, si tak v studiu ali pa pač bilo kje, imaš to in pač govoriš true crime. Po moje je bilo to ful zanimivo. Vse to, ne, samo, až kaj bi mene tle lahko zlomil oziroma nazaj potegnili, da to, kar zdaj delam doma na kavču, bi se mi poje tisto mogoče manj obrestovali, ker to moraš ful investirati, a ne, da imaš studio, da imaš snemalce, kako imaš ti vse tle fancy lepo, a veš, in goste in vse to in ful več, mogoče še ful več dela, da je višji nivo in da na koncu bi imeli pa to, ne vem, manj ogledal, kot recimo tista, ali pa saj ful dolg bi mogla delati na tem, da bi bilo spet isto ogledal, kot jih imam zdaj. Ja, neko... In ja, verjetno je tle ta scaredy cat v meni, kaj je tisto, ful dolg se ne spločala, je vredno, a veš. Ja, se vsaka sprememba je ful scary, ne? Scary, ja. Nobena sprememba v življenju ni easy in to je. Hvala, ker si se mi danes pridružila. Hvala, da ti je bilo fajn. Dejansko ful dober, ja. Hvala. Za konec me zanima, kaj bi bilo neko tvoje zaključno sporočilo. Lahko nekaj, kar, ne vem, si se ti naučila v življenju, lahko za druge, lahko za tvoje sledilce. Manifestirajte.
Ne, res, dajte probati za foro 21 dni, takrat nekako ljudje vzpostavimo neko navado, a ne, tudi za gym pa te stvari se mi zdi, da zjutraj napišete, ne vem, vsaj 5 stavkov, zakaj ste hvaležni, ali pa v čem si dober, ali pa tako. V sedanjiku pišite stavke lepe, ker lahko vse poveš, kadaj je že res, tudi če je nekaj, kar še ni res. In boste videli, kako se vam life dvigne. Nam neke globoke misliš, ne raj to probajo, pa po mojem marsikomu se life nepričakovano izboljšal. Hvala. Hvala tebi.